Ojke, ma kje ste vsi? Dragi poljanski kavčarji, Učitelji, dijaki, prijatelji. z našimi poljanami povezani. Poljanski kavč prihaja v eter. Šerej ga naprej, da ga ulovi svež veter. Spremljaj, všečkaj, blefiraj, komentiraj. Pohvali, razdeli, naroči se ne seri. Kavč, poljanski kavč. Kavč, poljanski kavč. Ojke, radovedni ljubitelji kavča. Moje ime je Uroš Bizilj. Vi ste pa spet dobrodošli v novi epizodi naših pogovorov. Hvala, ker nas gledate, spremljate in všečkate. Danes je z nami mladi geografski radovednež, odličen poznavalec držav sveta, njihovih zastav, simbolov, mest in značilnosti, Brezovčan, odličen dvoranski odbojkarski podajalec in aktivni igralec odbojke na mivki, navdušen nahrbtniški popotnik, raziskovalec sveta in retro maneken za dedkova stara oblačila, neverjetno predani geogeser, igralec, odličen matematik in poznavalec Eurosonga, bodoči maturant, mojster žongliranja, ljubitelj skokov v vodo in potapljanja na vdih. Dragi moji, z nami na kavču Jan Popovič. Pozdravljeni. Živijo. Halo. Ojke. Baje, velikrat uporabljaš to frazo halo. Iz kje imaš to? A da to uporabljam? Ja. A ja? To je iz mojega researcha. Ja, meni se zdi, da je ta research napačen. Ni toliko napačen, bova prišla do tiste točke. Torej, ko si mi pripovedoval iz tvojih dogodivščin na potovanjih, sem pomislil takoj, da bi te imel na poljanskem kavču, ker se mi zdi, da bi bilo to zelo zanimivo za vse ostale. Tako da zdaj sediva tukaj, 4 mesece, 5 mesecev potem sediva tukaj. Veselim se tega najnega pogovora, upam, da bo sproščena, zanimiva, da bo direktna, poslušljiva, gledljiva. In to je nekako to. Povedala bova kaj o tvojih zanimanjih, talentih, doživetjih, kaj osebnega, zanimivostih, kaj tazga. Predlagam, da, ker gre za poljanski kavč, da začenjamo s Poljanami. Lahko povem na začetku, da si zelo v redu in zgleden dijak, iskren, pošten, zelo aktiven, motiviran za marsikaj. Lahko te opisujemo z samimi nekimi takimi superlativi. Živiš zelo napolno, nisi dolgočasen dijak in si takoj za akcijo. No, zdaj pa sledi moje prvo vprašanje in sicer Poljane niso bila prva izbira po 8-letki. To je res. V bistvu sem bil že od 6. razreda naprej pripričan, da bom šel na gimnazijo Vič. Ne vem sicer zakaj, verjetno zato, ker je blizu, pa ker so eni prijatelji bili tam. In sem tudi na informativca šel tja. Šel sem tudi na Poljane, pa na Ledino, ker smo imeli neko, pač dan odprti vrat je bil v Ledini. In v bistvu sem bil takrat odločen za Vič. Mislim, bilo mi je všeč na informativcih, ampak pol sem se enkrat s Tadejem, moj sošolc, bivši in današnji, sva se peljala z avtobusom iz šole, osnovne, in mi je rekel, ja, zdaj na Poljane, a greš tudi na Poljane, jaz ko, ja, ne vem. In sem od tega, ko sem izstopil iz busa, do tega, ko sem prispel do hiše, v bistvu 2 minuti hoje, takrat sem se odločil, da grem na Poljane. Kaj ti je všeč na Poljanah? A ti je kaj všeč? Ja, meni so zelo všeč profesorji, ja, tudi ljudje, dijaki na Poljanah, v bistvu celoten kolektiv skupaj z dijaki. Pa tudi ta vibe na Poljanah mi je zelo dober, tako z veseljem prihajam v šolo, pa tako na hodnikih je vedno prijetno in živahno. A lahko govorimo malo več o tem vzdušju, o tem vibu, Ja. o tem počutju na Poljanah? V bistvu jaz mislim, prva 2 letnika smo imeli bolj tako nadaljavo, tako da takrat nisem imel velikega mnenja na ta poljanski duh. To je bilo bolj digitalno vzdušje, ne? Ja, bolj domače ja. vzdušje. Ampak ko smo pa začeli hoditi v šolo, smo pa kar, mislim, prej smo bili skupaj že v razredu, ampak se sploh nismo tako dobro poznali, ampak ko smo enkrat začeli hoditi v šolo vsak dan in smo res dobri prijatelji, dobesedno vsemi v razredu plus izven. In je res to, kar mi je na Poljanah najbolj všeč.
Si eden redkih dijakov na tej šoli, ki mu je všeč matematika. Ja. Si izreden matematik, obožuješ matematiko, dejansko te zanima, nimaš težav pri matematiki, ocene imaš verjetno kaj, 4, 5. Imaš same 5, imaš tudi Ne, kakšne ne, 4? večinoma 4. 4. Mislim, tako, komplikacije so bile, no, ampak Okej. lahko razložim. Kaj vidiš ti lepega v matematiki in ostali tvoji sošolci ne vidijo tega, kar ti vidiš? Prvič ne bi se liho klical matematični ekspert, ker mi še vedno veliko manjka in se bom tudi mogel potruditi za maturo še dosti veliko, če hočem imeti na višji nivo. Ampak v bistvu prva 2 letnika matematika mi je bila vedno lahka, že od osnovne šole sem imel rad, ampak nisem lik videl te lepote že noter. Ampak v 3. letniku so se nam zamenjali profesorji, smo dobili profesora Hajdinjaka je povedal v intervjuju. Takrat pa je on dejansko mi pokazal to lepoto matematike, ne vem, sam, kaj se vse lepo pokrajša. Ne vem, mene to res mi je lepo in sicer sem imel 4 zaključen, ker je imel res zahteven kriterij. In ja, zdaj se to nadaljuje v 4. letnik, ki mi je v bistvu vedno bolj všeč. Jan, kakšna je ta lepota? Kaj kle lepega? To, da se vse pokrajša, to, da se vse izide, tako da, Ja, kakšna je ta lepota? tako težko je razložiti, no. Mislim, tudi jaz sam ne vem točno, kaj je ta lepota, ampak sam, ja, to, ko se vse lepo izide, ko delaš doma vaje in ti kar vse lepo prav pride, pač. Težko je razložiti, no, ampak to je, kar bi jaz rekel, no. Lej, v svojem šolanju je tvoj razred zamenjal kar 4 učitelje matematike. To se pravi, vsak letnik ste imeli drugega učitelja. Ja. Kako se je to odražalo v razpoloženju v razredu, kako je razred sprejemal to? A ste bili razočarani, a ste bili veseli, ste bili presenečeni, ste bili jezni? Kakšno je bilo razpoloženje ob teh zamenjavah učitelja? To je verjetno kar rekord v Po moje, zgodovini Poljan. jaz ne poznam, da bi en razred menjal 4 učitelje. Ja, v bistvu, verjetno smo bili po prvih 2 letih dosti zadovoljni, da smo dobili profesora Hajdinjaka, ker smo slišali, da ima res visoko raven in nas bo dobro na maturo pripravil. Ampak vseeno ta zamenjava nas je res, vse nas je prizadela. No. Poga smo to izkusili pri matematiki, ker je res dva nivoja višji. No. Bila njegova matematika, ampak v bistvu vsem so ocene padle, ne. Oni, ki so imeli 4, so imeli pol 3, jaz sem imel 5 prva 2 letnika, pa sem imel 4. In pa smo v bistvu preživeli s profesorjem Hajdinjakom in bi rekel, da smo kar dobro se imeli. No. In pa, ko smo zvedeli, da on gre, smo po večini bili razočarani. Kljub temu, koliko smo se matrali s to matematiko, smo bili kljub temu razočarani. In nas je bilo strah, koga bomo dobili. Smo dobili profesorico Mašo Orel, študentko matematike. A za letos? Ja, za letos. Prva 2 meseca, ker je imel profesor Dretnik odpovedni rok. Ja, to smo slišali. Ne vem. Ja. Meni je bila všeč, tudi ostalim se mi zdi, da je bila všeč, ampak se mi ne zdi prav od šole, da so toliko eksperimentirali z nami, ker so vedeli, da smo že 2krat zamenjali, bi nam lahko neko zanesljivo opcijo, ki je že dolgo časa na šoli in ima konkretne rezultate na maturi, bi nam dali, ne pa da eksperimentirajo z novim profesorom. Ne rečem nič čez profesora Dretnika, je zelo kvaliteten profesor, ampak se mi to zdi, da je to dejstvo najbolj pretreslo naš razred. Želel si verjetno povedati to, da je stresno, jasno, vsako leto menjavati novega profesorja, ne? Ja. Na nekem takem udarnem predmetu, kot je matematika. Ne? To je nekako sporočilo. Tako, ja. Mogoče, a je možno, da si s Hajdinjakom povezan bil malo bolj zaradi tega, ker sta oba dva odbojkarja po duši? Ja. To veš, da je on bil? Ja, se smo igrali 2 na 2 na Mivki, na Poljanfest. No? Ja, pa ne bi rekel, no. Tako, tudi ne vem, če sem prej to vedel, da je on bil odbojkar. Se mi zdi, da nam je prvo uro povedal, sam pa smo nekako to vsi pozabili in sicer je veliko govoril o svojih zgodbah, ampak o odbojki... Veš, kaj sem še prej pozabil vprašati? Kaj ti je všečno in privlačno pri učiteljih in kaj ti je odbijajoče? Prej si hvalil učitelja, veš? In zdaj me zanima, kaj ti je všečno in kaj ti je odbijajoče. Meni se zdi, da mi je všeč ta človeški odnos do dijakov, ker imam prijatelje iz drugih šol in ko slišim, kakšne imajo to profesore, pa jaz ne vem zakaj, ker je drugačen razred, ampak tako, ta odnos se mi zdi, ne vem, telefone v škatlo, ne zaupamo vam, da boste
da ne boste telefonov. Ja. S tem odnosom si zadovoljen tukaj. Absolutno, z vsemi profesorji. Ja. Kaj ti je odbijajoče? Če je kaj, se verjetno, a je kaj odbijajočega? Mislim, Oziroma drugače te lahko vprašam. A so Poljane lahko tudi zahtevna in zatežena šola? Absolutno. Veliko stvari je tako, ne temelji samo na razumevanju, ampak tudi na pomnjenju na pamet pri določenih predmetih, pri določenih snoveh in to mi mogoče ni najbolj všeč, ampak mislim, to je verjetno povsod, ampak ne, to je mene najtežji mi je v šoli, tam, ker malo razumevanja pa veliko učenja na pamet. Nahajaš se na zaključku tega 4-letnega šolanja. A se že kaj spogleduješ, kam boš nadaljeval, kje boš nadaljeval študij? Ja, malo razmišljam o tem, ampak moram reči, da mi je kar žalostno, da zapuščam to šolo, ker smo se res dobro imeli ta 4 leta, no, prav bo kar žalosten ta maturanc. Ampak treba je naprej. Ja, razmišljam, ampak ne zelo tako. Na informativce lani sem šel na mednarodne odnose pogledati, ampak me ni prepričal, ko v bistvu sploh ne vem, kaj je to. Kljub temu, da me zanima to države pa odnosi med njimi. Tako da hotel sem tudi v tujino študirati, ampak sem se odločil, da bom raje prva 3 leta v Sloveniji naredil, kaj je bolj ugodno, cenovno. In da boš šel pol v tujino? 2 leti magistrski študij v tujino, to pa definitivno, ja. No, ampak iz česa? Kaj? Študij česa? Ja, zaenkrat Več variant je v igrah, ne verjetno? več variant. Mednarodni odnosi so še vedno noter, geografija tudi, ker me v bistvu kot predmet najbolj zanima geografija. Mogoče zgodovina me zelo zanima. Ne vem, če bi šel to študirati, ampak tako je tudi nek procent matematike. Ker drugače mi gre, družboslovje mi je bolj zanimivo kot naravoslovje. To je tako čudna kombinacija. Naravoslovja ne maram, samo matematiko, če se to šteje kot naravoslovni predmet. Jaz pravim, da ne čist, ampak verjetno je objektivno naravoslovni predmet. Plus družboslovje, torej geografija, zgodovina, jeziki, to me to zelo zanima. No, in ker se omenja geografija, dajva se pogovarjati malo o geografiji. Geografija je tvoja, jasno, velika ljubezen že iz osnovne šole. Tukaj te uči razrednik Dan Kardum Šibila, tvoj profesor za geografijo. Ko se pogovarjam z dijaki, ki jih učim, slišal sem za Dana, da velja kar za zahtevnega profesora biologije. Kaj lahko ti poveš o tem? Meni se vidim to zahtevnost, sicer vedno mi gre dobro na njegovih testih, ampak je res lepa Gaussova krivulja, tako 2-3 petke, pa ja, kakšna enega se tudi najde. No. Tako, meni se zdi, da je to dober test, če ima vse ocene. No. Ni tako, da ali če vsi zabijemo, to ni lih dobro, ali pa če vsi pišemo, pa je to tudi ni najboljš. Tako da se mi zdi, da ima lih prav zahteven kriterij na testu, glede na njegove ure, ki so res na zelo visokem nivoju, tako zelo jasno razlaga, tudi da primere na svojih PowerPointih uporablja slike iz svojih potovanj. To mi je tudi zelo všeč. No, ampak geografija se deli na družbeno geografijo in pa na fizično geografijo in ti si zelo dobro se spoznaš na družbeno geografijo, v smislu spoznaš se na države, na zastave, na mesta. Ta fokus imaš zelo razvit, zelo močen, in nerealno veliko zanimanja imaš za družbeno geografijo. Kaj pa ta fizična geografija, reliefi, geologija pa druge stvari? Ne bom rekel, da mi ni všeč, ker mi je všeč, ampak ne to kot družbena geografija. So pač določeni elementi fizične geografije, ki sam tako, zakaj to mora biti le neka prst. Ampak vseeno si mi je zelo veliko lažje zapomniti to prst, ki jo lahko nekako v prostoru umestim, to meni ful pomaga, recimo, da si zemljevid predstavljam in točno tukaj je ta prst. In se mi zdi, da mi to zelo pomaga pri tej fizični geografiji, ampak bolj si to zapomnim kot kaj pri kakšnih drugih predmetih, ki mi ne grejo tako dobro. Ampak ja, definitivno daleč stran od družbene. Čeprav profesor Dan je rekel, da ne bila tudi včasih bolj družbena všeč, ampak pol mu je pa vedno bolj fizična. In imam občutek, da se zna tudi z mano to zgoditi. Če bi lahko podoživel ali pa izbral en poljanski dogodek ali pa nek trenutek, kaj bi to bilo zdaj v teh 4 letih, če narediva nek prerez tega časa,
Kaj ti je bilo top doživetje na Poljanah? Najprej sem mislil, da izmenjava v Španijo šteje, to šteje. Seveda. Definitivno, najlažji odgovor mojega življenja. Ja, res, to je bila pa najbolj nepozabna izkušnja na celi šoli. To mi je najbolj všeč na Poljanah, mislim vsem, ampak to mi je zelo všeč, da Ta izkušnja omogoča ti je bila to top. izmenjavo. Ja, ker ostale šole imajo Erasmus izmenjave in ne samo za določene dijake, to pa cel razred lahko gre v Španijo in živi pri španski družini in spoznava to špansko kulturo in to mi je bilo toliko všeč. Ne vem, tudi španščina se mi je takrat do določene mere odprla in sem res užival. No. Kaj ti je bilo všeč na tej izmenjavi? Ali lahko opiševa malo, kako izgleda približno, tako na kratko? No? Ja, v bistvu Koncept celotne izmenjave, recimo, kašanje. recimo en tak hiter prerez. Ja. Preletimo tja, se dobimo z našimi Španci, se predstavimo z njihovimi družinami, doma nam dajo tako obilno špansko večerjo, paella, prvi dan z zajcem. Pol pa v bistvu hodimo tudi z njimi v šolo. Oni sicer takrat nimajo pouka, tako da bi skozi imeli pouk, ampak imajo en dan pouk, takrat da mi malo vidimo, kako njihov pouk teče. Pol pa skupaj hodimo na obisk raznih zanimivih mest. Recimo v Cartageno smo šli. A si imel občutek, da imajo Španci lažje šole, kot imamo mi? Ja, iskreno, ja. Definitivno. Ja, veliko lažje. Kaj pa nivo znanja, recimo te predmete, ki imajo enake, recimo kakšni znanje jezikov, naše znanje, njihovo znanje ali pa kakšno drugo znanje, se ne vem. Ja, znanje jezikov je definitivno neprimerljivo s Slovenijo. Slovenija je res. To imam občutek zato, ker je majhna država in nekako moramo znati veliko jezikov, da smo tako kot ostale. No. V Španiji imajo, to je pa Španija, cela Latinska Amerika, vsi govorijo špansko, zakaj bi oni angleško? Ne, saj eni znajo angleško, ampak je pa zelo nizek nivo. Tukaj imamo pa recimo na Poljanah poleg angleščine še en jezik, plus še ena možna izbira v drugem letniku, ampak ja. Glede teh dogodivščin, ki si jih doživel v Španiji, v Albateri, bi želel te samo spomniti še na to, na Pisos Blancos. Pa me zanima samo to, zakaj si želel obiskati ravno ta predel mesta, oziroma kaj si dejansko tam videl in doživel, potem, ko so te nekako pelali tja. Pa razloži najprej, kaj to sploh je in tako. To se je že vse začelo, ko so oni prišli v Slovenijo. Torej, oni so v Slovenijo prišli še preden smo mi šli tja. In v bistvu v Španiji imajo zelo veliko priseljencev iz Maroka in iz Severne Afrike, ampak večino iz Maroka. In še posebej v tem mestu Albatera imajo prav ta Piso Blanco, to je ta četrt, v bistvu samo 3 stavbe, kjer je pocen življenje in tja se Maročani večinoma nastanijo. In ne vem zakaj, ampak tako imeli smo interno foro s Španci o tem Piso Blanco. Oni so govorili, da je to najbolj nevaren predel mesta, da res tam nimaš kaj iskati po dnevi ali po noč. In meni se je to zdelo, ne vem, tako. In ti si hotel tja, ne? Ja, meni se je taka Kdaj so te pelali izkušnja. tja v dnevnem času? Pa meni se je, da je bil večer. Šli Šli smo iz ene restauracije in sem rekel, ajde, zdaj pa čas. Sem tudi na zemljevidu, sem že se naučil celo mesto prej na GeoGuessr. Kaj si živel, kaj si videl, kaj si doživel? V bistvu, A je bilo kaj tazga tam? ja, je bilo. Prvič sva dejansko šla 2 Slovenca, jaz pa moja šolka Zala. Čisto prvič sva pobegla na Špancem, ker oni naj jo ne bi pustili, seveda. In sva šla tja in sva upala, da se ne bo nič zgodilo in prideva do tja in pa se nekdo zadere. In pa sva zbežala. To je bilo prvič. Torej, Prav laufu si stran, ali kaj? Mislim, ja sem. To je bilo prvič. Drugič smo šli pa še z ostalimi Španci, ker treba je bilo eno sliko narediti zraven. In ker tudi ene smo poznali iz Piso Blanco, so bili v šoli in smo se z njimi prijateljili, pa so rekli, da me peljejo tja z veseljem. In smo šli, ene par nas je bilo Slovencov in Špancov in smo prišli do tja in je en prišel iz Piso Blanco oblečen v roza kopalni plašč. To je ta izkušnja s Piso Blanco in pa smo naredili z njim selfie in smo se obrnili in šli nazaj. Taka, v bistvu interna fora je nastala iz tega. Sprav, za vse sošolce je bila španska izmenjava zelo fajn izkušnja. Ti si se pa še posebej zelo navezal na vse španske vrstnike in na celoten dogodek in tako. In jaz se prav spomnim, ko si prišel, ko ste se vračali, ko si prišel že v Slovenijo in sem te spraševal, ti kako pa je bilo, kaj ste pa kaj delali, bla, bla, bla. In si ti mi nekaj opisoval in potem jaz čisto instinktivno te vprašam in s kaj joku, ko ste se rešili in pa si ti rekel, jaz sem full joku in tako. Bilo je neko tako čustveno
slovo, neko iskreno, Ja, ali kako? ja, pa to je res, pa drugače res ne jokam. a ne, Res si se navezal Ja, na te ampak ljudi. to je ne. pa, ja, zdaj me je strah, da bo isto na motorancu, ne, ampak verjetno bo. Ampak tako, pač meni se je to res, čist nek drug svet smo tam živeli in Ja. to je bilo dobro, da smo na koncu, ko so nas klicali, bila je neka ful žalostna muska in so nas klicali gor na oder, Slovenca pa njegov španski par na oder in valjda sem bil jaz med zadnjimi poklican, ne, da lahko čim daj časa tam dol sem in gledam uno. Ampak ja, bil je tak emocionalen moment. Jaz sem si zapomnil, sem si ful ta stav, ki si mi ga rekel, to je bil moj najboljši teden ever v mojem lifeu. Absolutno. Da mi poveš še za konec Poljan, kaj so te naučile Poljane? Kaj so ti dale, če so ti dale kaj? Splošna razgledanost, definitivno. Širino, je, širino. Širina, absolutno. Ta prva stvar. Preden sem prišel, res takih osnov nisem vedel, da me je prav strah se spomniti, česa nisem vedel. Zdaj si bolj usposobljen. Ja, vse smo vsi, absolutno. Super, bi se še enkrat opisal? Ja, 100%. Boš svojemu najmlajšemu bratcu priporočal to šolo? Ja, če bo kazal take interese v to smer v osnovni šoli, definitivno. Dobar, predlagam, da greva na drugo temo, potovanja. Tvoje popotovanja. Ker si zelo ekstrovertiran, sproščeno komunikativen, radoveden in motivirano navdušen za potovanja, imaš seveda zelo veliko zgodb o burazih z teh potovanj. Ne? Ja, trije sošolci, Tadej, Ela in ti, ste šli za jesenske počitnice za teden dni z letalom v Latvijo, v Rigo. Ja. In To je bilo pa kar že primerljivo z uno Španijo, koliko je bilo dobro. No? Sicer ni bilo toliko veliko ljudi, ker smo bolj se mi trije skupaj tiščali. Tako je ponavadi, ko potuješ v skupini, ne boš se jih tam z vsemi pogovarjal. Če greš sam, to si najbolj odprta oseba. Ampak tako da ja, mi smo rekli, da gremo nekam čez jesenske počitnice. Sicer smo bili prej še z enima dvema zmenjeni, ampak pol nekako nismo šli skupaj. In smo najeli karte za Latvijo, za Rigo, prek Benetk in so bile dosti poceni in smo rekli, ajde gremo. In smo šli s Tadejem pa Elo. a to ste bili samo v Rigi ali še kaj tako po drugih delih države? Smo bili tudi, smo z vlakom šli enkrat ven. Torej bili smo za 4 polne dni skupaj. 4, ja. 3 dni od tega smo bili v Rigi, v mestu. Dosti veliko mesto za videti v 3 dneh, vse priporočam. Res vrhunsko, no. Top 3 evropska mesta, ki sem bil. Potem smo šli pa tudi v Valgo oziroma Valko. To je pa mesto na meji med Latvijo in Estonijo. Tja smo šli z vlakom, razdalja je Ljubljana, Murska Sobota in imajo zelo dobre vlake tam, moram reči. In v bistvu Valga mesto je na meji, torej Valga je na estonski strani, Valka je na latvijski strani in smo hoteli tja, da vidimo malo, kako je to med... A to je uradna meja vmes? Ja, ampak itak sta obe Carina pa... Itak sta obe v Schengenu, tako da... Policija pa carina pa... So ostanki tega, torej to nas je zanimalo. V bistvu to je bila oboje Sovjetska zveza in pol po razpadu je ena država prej se priključila Evropski uniji in Schengenu, v bistvu Evropski uniji se v istem letu, ampak Schengenu pa ne. In so še ostanki teh mejnih prehodov in je zelo zanimivo, pa tako, kako se razvija na eni strani, pa na drugi. Malo tekmujejo, kdo ima bolj infrastrukturo za otroke. Pa to. In ja, zanimivo, pa tudi hrana je zelo dobra. In katera trava je bila bolj zelena od latvijska ali estonska trava je bila bolj zelena? Estonska, kaj več dežja tam pade? Ja. Še kaj me zanima, a ko potujete, kle ste živeli v hostlih? Ja, v hostlih. Predstavi nam taktiko navezovanja stikov v hostlih. Veš, priješ v hostel, pa so drugi tujci tam. Če sem v skupini. Lahko tudi, če si sam. Prej si že poudaril to, da če si sam, si naravnan na ven, na to. Ne? Če si pa v grupi, si pa verjeten bolj zaprt in se ne družiš toliko z ostalimi. Ja, torej, definitivno, če si sam, bo tudi drugi hitreje do tebe pristopili. Torej, to je najlažje. No, ampak kakšna je taktika navezovanja stikov, recimo? Okay, torej. Živijo, jaz sem iz Slovenije, Jan, bla, 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 ali kaj? Torej, ja, sta dve različni lokaciji, kjer se to lahko zgodi. Ali v skupni sobi, tam je kakšna kuhna,
na strani kopalnica, kakšen kavč tam ali pa v spalnici, recimo na posli. Ena opcija je, Kako v spalnici? Nisi sam v sobi? ne, v A hostlu ker se več v sobi. več teh pogradov. Okay. Recimo v hostlu ležim na posli in sem asocialen na telefonu in prije noter en model in rečem, živijo, jaz sem Jan iz Slovenije, kaj pa ti? In pol, živijo, jaz sem Johan iz Nemčije in pol, kam greš, kje si bil zdaj? Tako in pol vidim, če je zainteresiran, v 90% so. On mi recimo reče, danes zvečer sem zmenjen še z dvema iz Francije, gremo skupaj ven, a prideš? Ja, to je to. In ta taktika v bistvu deluje po celem svetu. Ja, v hoslih, recimo. Ne? Ja, absolutno. Imajo večji problem pri lokalcih, ker v določenih hoslih so tudi eni ljudje, ki živijo noter, ker ne vem, recimo jim prenavljajo stanovanje in grejo v hostel za en mesec, ki je dosti pocen in taki ponovadi niso toliko naravnani k tem, da se bojo s tabo navezvali stike pa šli s tabo na pivo, recimo. Mislim, to je edino, ampak to so večinoma v Evropi. Izven Evrope so tudi lokalci, z njimi je problem, ker ponavadi ne znajo angleško, ampak so pa zelo prijazni. Kakšna je razlika med hotelom, hostlom, apartmajem, sobo, kampom, ulico? Si to vse sprobil? Ja, po moje. Hoteli so ali za družine, ali za biznismene, ali pa za une, ki nočejo imeti prijateljev. To so 3 opcije hotela. Sem bil v hotelu z družino, sam nisem bil, biznis pa tudi ne. Torej, ko si sam si zmeril v hostlih, ne? Ja. Kaj pa kakšni kemp ali pa tudi kaj na ulici ali pa to, ne? Ne, to pa še nisem sprobil. To pa mi je bolj prijetno v hostelu. Imam rad, da imam lepo posla pa to. Ko si dopolnil 18 let, si kupil karto za let v Indonezijo. Ja. Torej, jaz sem že skozi hotel potovati, to mi je bila ta najvišja vrednota, če se temu tako reče. In sem se odločil, kam jaz 18 šel nekam. In sem bil depresiven in žalosten, ker sem bil tako 14 let star, še 4 leta, da bom 18. In sem tam, pol je prišla še korona in sem tam videe teh backpackerjev gledal na YouTube in sem bil tako, jaz bi bil to konec, zakaj nisem 18, ne morem, pa še ta korona. In pa mi je bilo strah, da bo korona še toliko časa se zavlekla. Sicer je vplivala na to, ker karte so še vedno drage, letalske, verjetno tudi zaradi korone, en razlog, ki k temu prispeva. In pol kar naenkrat sem postal 17, zdaj pa jaz imam 18, sem 18, zdaj pa treba kupiti karto. Kaj pa zdaj? In me je bilo strah, takrat nisem bil siguren. Ker sem bil še mlajši, sem bil, to moram jaz narediti. In zdaj me zanima, po kakšnem ključu si izbral ravno Indonezijo? Ker lahko bi šel v bistvu kamorkoli, ne? Torej... A si hotel že skozi, že od nekdaj iti v Indonezijo? Ne, hočem iti povsod, ampak tako zbiral sem glede na, koliko je pocen, glede na kakšno vreme ima, pa glede na to, koliko je varna. In s ceno avtomatsko odpadejo vse evropske države, ker tudi, če ne plačam veliko za transport, recimo za letala, ki so veliko bolj poceni med evropskimi državami, pa za vlake, so hostli zelo dragi. Ja, hostli so 4-krat, če ne več kot 4-krat več, še posebej v zahodni Evropi, kot v jugovzhodni Aziji, recimo. In pa sem šel, glede na varnost, Afrika odpade, Južna Amerika bi šel, ampak mogoče v drugo, in ostane še jugovzhodna Azija. In tam je zelo veliko držav, ampak glede na to, kaj smo se naučili pri geografiji, sem ugotovil, da ima edino ugodno vreme Indonezija. Ugodno vreme, se upravičujem, profesor Dan. Podnebje, ne? Ja, mislim, ta... Podnebje. Ja, v bistvu ima monsuna, ne? In Indonezija je edina država, ki ima takrat suho dobo. Vse ostale... So v monsunih, ja. Ja, mislim, Indonezija tudi, ampak je suhi monsun. Vse ostale imajo pa deževno dobo in tudi ni sezona tam. In sem pa rekel, Indonezija. Tudi karta je bila, se mi zdi, da je najcenejša v Džakarto, glavno mesto Indonezije. Koliko je bila karta? 800. Povratna. Za mesec pa 2 dni. No, ampak za 18-letnika je to kar bil zalogaj, to je bila kar velika stvar, ti si kupil pač to karto, v redu. Potovanje 30 dni, ne, to je 4 tedne, to je dolgo, to ni tako malo, ne. Praktično bolj malo izkušenj si to imel iz popotovanj. In to je velika stvar, ne? Ja. Sam. Kakšne priprave si imel potem? Kupil si karto in potem je bilo treba se pripraviti, ne?
na Ja. potovanje. Pa sem začel odštevati Kaj dni. zajemajo priprave? Od tega, kaj boš nesel s sabo, do ne vem, urejanja zavarovanja, ne vem. Ja. Torej, pa sem takoj začel odštevati dni, hkrati sem se veselil, hkrati me je bilo strah, ker skozi sem se sam sebe pripričeval, da bo to ful dobro, res sem zdaj tam sam, ampak na nek način me je bilo strah, da se ne bom z nobenim tam spoznal in bom tam v hostlu zaprt cel dan in se ne bom upal ven. Pa najbolj me je bilo strah zastrupitve s hrano, iskreno. Tega me je bilo res strah, ostalega me ni bilo toliko strah. Pa malo me je bilo strah, ker ne vem, no, tako, družina se je podpirala, ampak me je bilo tako malo nelagodno. No. Starše je bilo strah, seveda. Ne? Ja, absolutno. Česa jih je bilo strah? Mislim, sin za en mesec, pri 18, še otrok, ne, gre na drugo stran ekvatorja. In pa tudi, mislim, večina ljudi nima lih predstave o Indoneziji, ker Indonezija je res varna država, no, to lahko iz prve roke rečem. Res, pa jaz lahko pozabim ruzak v nekem street food mestu in bo za mano laufal, bo tam zbil 5 ljudi, da bo prišel do mene, da mi ruzak da nazaj, pa mi še zraven neko zastonj hrano da. Pač res. To pa, ja, da se vrnem na vprašanje. Priprave, torej mogel sem se cepati za ene 3 bolezni, neke hepatitis A, hepatitis je umazanija, ja, ok, pa kaj še? Tifus se mi zdi trebušne motnje. Pa malarija, kaj? Ne, malarije pa ni v tej regiji, ker sem jaz šel drugače za malarijo, pa so tablete. Ok, mogel si se cepati in potem, kaj še recimo? Zavarovanje si imel kakšno? Ja, imel sem Sava kartico, ker še vedno ne vem, kaj delam, ampak meni so starši rekli, meni so starši rekli, če se kaj zgodi, ne pokličem številko in jaz sem rekel, ok, kljub temu, da nisem veliko mislil o tem. Kako si naredil s telefonom? Tam si verjetno kupil kartico njihovo? Kupil sem indonezijsko SIM kartico, torej Telkomsel se imenuje, in z njo sem naj bi imel internet. Jaz sem šel Java oziroma Java, pa Bali, pa Nusa Penida, pa Gili otoki in cel ta sklop bi mogla ta kartica zajemati. Pa je zajemala? Čim sem šel malo bolj vzhodno od Džakarte, 100 km in nehal delati in nisem imel interneta cel mesec. Mislim, v hostlu sem ga imel samo zvečer, ampak tako, čez dan sem bil sam tako, pa ker res na unik Google Maps. Mislim, sem imel offline maps, ampak aplikacija ni bila tako dobra in sem bil sam tako, kako bi zdaj bilo dobro, da bi imel, ampak vse v redu. Po kakšnem kriteriju si pa polnil nahrbtnik, veš, ali si imel težek nahrbtnik? Verjetno si imel limitiran nahrbtnik glede na letalsko karto, ne? Ali kaj? Ja, v bistvu Turkish Airlines sem letel. Koliko kil si lahko imel s sabo? 20, 15? Ne vem, meni si od spodaj sem lahko imel dosti velik, ker... Se to pa zihar veš, recimo, ne vem, si imel 3 majice s sabo, kratke, ali si imel 2, ali si sprot prav, ali si 10 majic imel, pojma nimam. Imel sem 7 majic s sabo, kar je dosti velik. To je velik, to je zelo velik. Ampak meni res ne morem dvakrat med iste majice. No. In sem imel kar veliko tega, ampak sem tudi malo obžalujem, ker ta ruzak je zelo prevelik za Indonezijo. Pa, mislim, za en mesec. Tudi za več mesecev. Vitek sproti perem in res ne rabim toliko cun med sabo. Pa imel sem 2 čevljev, komod bi imel samo ene. Tako da malo prevelik. A v sandalih si bil? V odprtih čevljih, v sandalih takih ali v supergah, ali kaj si bil? Pač papuči, natikače. Natikače si imel? Ja. Aha, ok. Pa 2 čevljev. Ene malo bolj za pohodništvo, ena malo bolj za po mestu. Gojzer je kao. Ne, Gojzer je. Superge. Superge, bolj trek varianta. Ampak ja, sem kar, pakiral sem pa glede na en YouTube video How to pack for Indonesia. Ja, sem dejansko sledil vse njegove korake in se je šlo, no, nič mi ni lih manjkalo. Tako, še preveč sem stvari, kot sem rekel. Ja. Kakšno si imel najbolj nevarno ali pa noro, tvegano, drago, komično izkušnjo mogoče na tem potovanju? Si imel kaj? Ja, sem imel, ja. Lahko že čisto kronološko, že ta prvi dan. Jaz grem lepo na letališče, že tako me je bilo toliko strah, ne. Iz Ljubljane letim v Istanbul. V Ljubljani meni uslužbenka reče, da ja, karte od Istanbula do Džakarte še nimaš, ampak ti jo bojo tam dal. Jaz sem bil tako, to ne more biti nič dobrega. In pol grem na let v Istanbul, pridem v Istanbul lepo in počakam tam 2 uri, da je moj let, grem na gate in tam grem do Unga in rečem, aloh, pač, da mi da karto, ne, in pol mi reče, ok, wait here, sir, in vzame moj potni list, ga da na mizo, skupaj z enimi 15 drugimi potnimi listi in me posede nekam in pol tam nas par sedi
In zdaj, kaj je zdaj to, ne? Oni se že krcajo na letalo, mi ne smemo, nič nam niso povedali. In jaz, kaj je zdaj, pač, jaz ne bom danes prišel v Indonezijo, ali kaj, bom jaz v Istanbulu mogel 1 mesec biti. In pol se dva arogantna Italijana sta se tam kregala z unim in pol je nekdo, ne vem, ni ga bilo in so jih spustili še na let, ampak ostale so pa tam dal, letalo je šlo, mi smo tam bili in so nam rekli, ja, zdaj nam bojo nov let najdel za naslednji dan. In bojo baje plačali hotel, ki so ga, in prevoz do hotela v centru. In odškodnino. In odškodnino v centru Istanbula. In ta odškodnina je bila 600 evrov. Jaz tega nisem mogel verjeti, ker karta je bila 800. Če sem jaz dobil 600 nazaj, torej 200 evrov bila karta do Indonezije. In jaz sem bil tako, 600 evrov, ok, z veseljem sem en dan v Istanbulu, ni problema, top. In jaz sem mislil, ne, to je res tak najbolj možen sumljiv list, so mi dali, ma ni šans, da bom od tega kaj dobil. In dejansko, pa sem v Ljubljani 2 meseca potem šel naučiti in 600 evrov nazaj. Top. Ok, da nadaljujem. Torej, bili smo jaz, en Indonezec iz Balija in en Srb, trener nogometa, ki gre v Indonezijo za boljšo službo. Edini Slovan, ki sem ga na poti srečal, mimo grede, edini Slovan, pa še on ni šel potovati tja. On je šel samo delati, ja. In smo bili mi 3 pol skupaj, pa še meni se 2 indonezijski družini. In so nas tam posedeli, smo 2 uri čakali, kje je zdaj, in pridejo nazaj z našimi potnimi listi in nam novo karto noter in vidim, da jutri ne letim direkt v Džakarto, ker ni leta, ampak letim v Bangkok na Tajskem in pol iz tam v Džakarto. In z mano je še ta iz Indonezije letel Srb pa čez Dubaj. Čist drugače, tako lik, da so še en sedež na vsakem letalu najdel za nas 3. In smo bili tako, ok, no, gremo mi v mesto, ne, in gremo v Istanbul, gremo malo v center, peške, lepo še eno iz Irana smo tam spoznali. Bilo je top in naslednji dan smo šli na let. Smo se poslovili s Srbom, ki sem se mingrede z njim pol še enkrat dubil v Indoneziji, smo obdržali kontakt. Z Indonezijcem smo lepo šla na let do Bangkoka in letalo je imelo zamudo. In ko smo mi prestali, bi mogli že letalo v Bangkoku vzleteti. In sem bil že pripravljen na novo noč v Bangkoku in na novih 600 evrov. In na novih 600 evrov. Tako, ampak nažalost, oziroma na srečo, naj je letalo počakalo. Samo naj je počakalo letalo. In so nas tam po hitrem postopku dali na letalo in sva šla v Džakarto. In pridem v Džakarto zjutraj in grem spat, ker sem je toliko zaspan od teh 2 dni. In se zbudim, je že večer in v hostlu so bili večinoma sami Indonezijci. Ker to je bil nek hostel, kot sem rekel prej, da živijo noter ljudje. Ja. In niso znali dobro angleško, enem srednji znal. Dal mi je sicer kartico za lokalen transport v Džakarti, kar sem ful hvaležen, ker res jo je fajn bilo imeti. In pa je rekel, ajde, greva nekaj pojesti. Jaz sicer nisem bil lačen, ne vem zakaj, in greva jesti. In sem bil tako, ok. To sem pozabil povedati. Ruzaka seveda ni bilo. Moj ruzak je bil izgubljen. In sem se tam pritožil in so rekli, Od Istanbula do Džakarte so izgubili tvoj ruzak, ne? Tale. In imel sem vso opremo, ne? Vse. Imel sem en mehen ruzak, ki se ga da stlačati v tega. In noter sem imel tako. Karto, denar pa telefon. Ja, to je to, ja. Niti oblek nisem imel. Niti lekadolov nisem imel, nič nisem imel. In pol sem bil tako, ok, no, grem, sam da zdaj ne dobim zastrupitev s hrano. To je bilo najhujše, kaj bi se lahko zgodilo. In greva tam jesti, ok, bom jaz naročil bel riž. Od tega se fiks ne bom okužil. Pojem bel riž, grem spat, zjutraj se zbudim in grem bruhat. Zastrupitev s hrano. Od česa sem jaz to dobil, ne vem. Po mojem, da od te časovne razlike sem si umil zobe na unem letalu na Tajskem. Točno to. Nimam. Z uno vodo sam malo si otaknil. Jaz sem bil takrat, kaj da bom jaz, tega mi je bilo najbolj strah, kaj da bom jaz cel mesec sam bolj. Bruhal si ali si... Ja, bruhal sem veliko krat. Sicer, ampak je bilo dobro, ker dobesedno do večera je bilo v redu. Sem šel že normalno spat, tako da res ni bila. Sem imel že hujšo zastrupitev s hrano v Albaniji. Ampak ni bilo hudo, ampak je bilo hudo, ker sem bil na drugi strani sveta sam. Ampak pol je bil tam en Nizozemec, ki mi je šel kupiti zobno ščetko, hvala mu, in naslednji dan smo šli skupaj raziskovati Džakarto in pol je dejansko takrat naprej šlo še na boljš. In tudi moja predlaga je sicer po 4 ali 5 dneh prišla, tako da sem mogel res podaljšati to v Džakarti, tako da sem po mojem, da videl Džakarte več kot vsi ostali
backpackerji, ki vsi spustijo Džakarto. Džakarta je znana potem, ne, s Džakarto, sam da prestaneš naprej v drug Džakarto, pa na Bali in to je to. Džakarta je čisto dobra, ne vem, zakaj sicer malo smrdi, ampak je v redu. Kako si zdržal, ker si občutljiv na higieno in na čistočo, 4 dni brez gat, oblek, potrebščin, zdravil in tega? Je bil izziv, ne? Ne vem, jaz sem meni, enkrat gate sem nekako prav in potem sem se v brisačo zavil in sem v unem spal. Ko sem mi dal v hostlu brisačo, ne vem, pač res ni bilo dobro. No. Pa sem se navadil, vse, ki si tam, pa ki je drugačno okolje pol, pa to se da vse, sam doma pa ne bi v life tega naredil. Kakšna je lokalna hrana tam? Tako bolj na rižu, ali začinjeno, kaj? Ja, riž, Perutnina? večinoma piščanec, na Džavi so A to muslimi. tako, a si jedel, ko sta šla jest, ko si dobil driska od tega, si jedel na ulici, a si šel v restauracijo noter? Na ulici, valjda. Na ulici, tem, kad ti dela, pa meša nekaj, pa tako? Ja, ne bom Ja. dojel 4 evre na porcijo v restavraciji, kadam lahko 1 evro na ulici, je tako, no. In od takrat, da sem se mi prav izjezel, sem rekel, od zdaj naprej jem najbolj nevarno možno hrano, ker pač ne bom še enega tega dobil, ne, tako, prav rekel sem si in od takrat naprej sem jedel street food in je bilo dobro. Drugač pa ja, riž, nasi goreng, v bistvu indonezijska specialiteta, Nasi goreng. nasi goreng, ja. Kaj to? To je riž? To je v bistvu fried rice, tako pač. Pohan riž, ali kako bi se. Riž pa noter razen zelenjava, gor pa vedno jajc, pol tudi mi goreng, to je pa nudli, isto pohani in meni je bilo to res top. Jaz prav to pa res pogrešam, no, ta njihova hrana. Ker ni znana Indonezija po hrani, tako Tajska, ki jo prekaša kao v tej regiji, ampak meni je bilo res dobro. Nisem še bil na Tajskem, tako da ne moram reči, kakšna hrana je tam, ampak meni je bila hrana res dobra. Pa tudi ena sladica je bila martabak. To pa ne bom pozabil. V bistvu tako na ulici se naredi, ne vem, dvomim, da se da doma narediti, ker imajo prav neke specialne mehanizme in je to kot neka palačinka, tako zelo puhasta palačinka, taka debela in ne vem, tako zelo maslena in ti gor namaže še čokolado, banano in to je pa božansko. Za zanimivost mogoče za naše dijake, koliko stanejo taki obroki, recimo, tako na ulici? Da primerjamo lahko z našimi malcami, ki jih jemo vsak dan. Za 2 evra je že kar porcija, za 1 evro se pa da dobiti večina stvari. Res. In to je pač to je res je odlično, ker je. Zato sem čutil tja, no, kar sem že prej rekel, zaradi teh razlogov ekonomičnih. In doživel si kaj še, recimo, kje si že vse bil? Tam si potoval z nekimi prijatelji iz hostla, ne? Ja, to pa skozi. Nekimi Španci, nekimi Italijani, Nemci in tako. Veš, kaj me čudi? Da domačini ne znajo angleško, to me čudi. Na kakšen način ste se sporazumevali? Ja. A kakšen tuj jezik znajo? Nismo Kakšen se. drug tuj jezik? Ne, Pa sumima, pa mal džibriš, pa ali ne vem. Ja, torej, na Baliju malo bolj govorijo angleško kot na Džavi. Ja. Tako da tam se je nekaj dal, pa tudi v glavnem mestu Džakarta, tam znajo eni govoriti angleško, ampak tako kuhar na ulici, ki ti pa nudla gor vrže, z njim sem se pa pač sporazumeval tako. S prstom, ne? Tako. Ja, pa tako malo sem mu tako izkesi doma in pol mu rečem Slovenija, itak, mislim, res redki so vedeli, kje je Slovenija, tudi tako kakšni backpackeri niso vedeli, kje je Slovenija. Pa za vse sem bil prvi iz Slovenije, tudi to, za vse te druge, ki so potovali. Ampak ja, nisem se, to mi je res žal, ker znal sem pač reči, kako se reče, kakšna hrana po indonezijski, da sem pač znal tam naročiti, ampak res, žal mi je, ker sem zelo hotel spoznati kaj več o kulturi, o Kaj pa zgodovini. črke in pisava, a znaš brati? Latinica je, ja. A latinica je? Ja, Indonezija ima nek tak jezik, ki je podoben malezijščini in tudi malo na nizozemščino, ki so bili kolonija, je povezan, tako da so kakšne nizozemske besede. Recimo, ko sem z Nizozemci potoval, oni so kar vedeli približno, kaj bo to, ampak ne, drugače pa to je eden najlažjih jezikov, da se naučiti, če že znaš angleško. To sem vesel, da na Tajskem pa nič ne bi znal prebrati, ampak ja, to, kar sem hotel prereči, žal mi je bilo, da nisem mogel več o zgodovini pa o kulturi države zvedeti, ker recimo v Latinski Ameriki bi se dal kaj po špansko, ne, zmen, pa da mi oni povejo, pa tako, pa ne vem, v Afriki kakšne po angleško, pa to. Ampak ja, to mi je malo žal, no.
Tam si s temi iz hostla, s temi družabniki, burazi, ne, Tako buras. si hodil okoli po neki turi in kje ste vse bili, recimo, no? Kaj? Torej, Imam napisan, šli ste na ene slapove, Ja. tam ste nekaj skakali iz nekih, ste skakali polovodo, ja, pa bili ste v nekem džakuziju, pa potem si se vozil z vlakom, pa ne vem. ja. Torej, na kakšnih točkah, kje so bili? Torej, moj plan je bil od zahoda na vzhod, torej od Žakarte, lepo po celem otoku Java, pa še na Bali, pa še na ene otoke okrog. To je bil moj plan in večina ostalih turistov je imel isti plan. In večina unih backpackerov tam je cel njihov personality, da nimajo plana in da se odločijo sproti, kar je čist dobro. Jaz sem prvič v hostel in so rekli, ja, jutri gremo tja na une slapove. In jaz sem rekel, ja, valjda, pridno z vami, ne? In smo lepo rentali te motorje in smo se odpeljali. In ja, smo šli skupaj pogledati na slapove, 3 vulkane, od tega na enega sem šel z unim Srbom iz letališča, ko je on imel v službi in avto pa me odpeljal, ker dobro. Drugi je bil en, ko sem šel z agencijo, torej malo več sem plačal, ker sem bil dosti zmatran, pa tudi eni prijatelji, eni burazi so šli. Pol je pa še ena gora na Baliju, ki se imenuje Gunung Agung, najvišja točka Balija, več kot 3000 metrov, torej više kot Triglav. Torej, ko sem bil gor, sem bil hkrati najvišji na Baliju in hkrati najvišji v Sloveniji. V bistvu smo bili v enem hostlu in je en Švicar praznoval svoj rojsten dan, 21. in je povabil cel hostel. Tako se v hostlu gre. Eno rojsten dan povabil vse, smo šli v eno malo bolj fancy restauracijo, so bile cene 7 evrov na obrok in je on oznanil takrat, da bo šel naslednji dan sam na to goro. Sam, pa ta gora je bila znana potem, da bila je prvič sveta gora od hindujske vere in so imeli neke ceremonije, torej ne vem točno, kako je bilo s tem, ampak on je hotel iti gor. Drugič, večina ljudi plača tem in lokalcem, da te odpeljajo gor. Vodičem, ja, da hočeš še malo dodatno zaslužiti, da te odpeljajo na uno goro. Ampak on je rekel, da gre sam in... A kaj je označen, so kakšne poti, pa tako, so kaži poti? Ja, bolj ne. Bolj ne. Rekel je, če hočeš, greš lahko z mano. In potem sem jaz rekel, pa ajde, zakaj pa ne? To je pa neka nova izkušnja. Seveda. In to je vedno treba reči, ja, takim stvarem, ne? Točno to. In potem sta bili pa še 2, ena iz Švice in ena iz Velike Britanije, ki sta imeli za naslednji dan rezervirano to turo z vodičem na to goro, ampak sta rekli, ajde, greste z nama. In smo se odpravili, v bistvu zvečer smo šli, to je bilo eno res mehne mesece na Baliju, res, južni Bali je bolj turističen, severni Bali je pa tako kot Java, recimo. In res mehna vasica, nič ni bilo odprt, mi smo ob 11. zvečer šli iskat hrano za naslednji dan za pohod, nič nismo najdeli tam, neki 3 banane, ne vem, gnile so bile že skoraj, so tam prodajali in mi smo podali tam čist veseli, tako cel hostel, 10 ljudi je šlo tja kupovati, no. To je bilo kar. In naslednji dan smo se pa zbudili ob 5, po mojem, da je že bilo, ne, ni bilo 5, ob 6. In smo šli, vsak je imel, v bistvu imeli smo 2 skuterja, torej motorja smo imeli sposojena in smo šli, smo se malo dvignili, mislim, nismo lih 3000 metrov višinske na dan naredili. Mesja smo na 1700 smo se parkirali, ampak to je še vedno 1300, pa res takole eno, najtežji pohod, ko sem ga v življenju naredil. A so kakšne nevarne živali na Baliju, kakšne kače, mislim verjetno, da so, sam tako, da so vas kaj opozarjali na nevarnosti? Ne, za ta pohod je bila nevarnost neka mafija. Aha, da vas krade pa to lahko. Ne vem, v bistvu ni taka nevarna mafija, sam tako, da te ustavi, da greš gor in moraš jim plačati vstopnino za goro. Pristojbino ali pa kaj ja. Ne, drugače pa za živali, ja, ene par kač sem videl, no, ampak mislim, pač neka mehna, no. Ni bilo lih. A ja, pa ful opice, tako po cesti, v divjini, tako. Ampak samo ena vrsta. A so napadalne, ne? Ne, neki da pride do tebe, pa ti učala ukrade, ali pa ne vem, ne. Ne, to je samo, mislim, verjetno tudi obstaja, ampak. No, in smo šli pol na uno goro in res pa smo hodili 8 ur sam gor, direkt baje se pride v 6, ne vem, kaj smo mi toliko časa delali, ampak zelo se hiter odpre in je sam še po skali hodiš in misliš, da je že vrh in pol
priješ prelas in moraš še dol in še enkrat gor. In to se je dvakrat zgodilo in smo bili sami, joj. Ampak gor je pa lepo krater in je bilo vredno vsega. Škaj mi je bilo zanimivo, na Baliju imajo glavni prevoz motorje. Ti nisi znal voziti motorja, nimaš izpit za motor, sposodil si kljub temu lahko motor, a tam velja angleški vozni red. Ja. Se pravi, po levi moraš voziti. Ja, po levi. Predstavljam si zelo tak neko gnečo, nek kaos, neko izsiljevanje, neupoštevanje pravil, hupanje, prehitevanje, ogrožanje drugega. A je kaos v prometu ali je ok? Ja, težko je reči, da ni bilo kaosa, ne? Ampak jaz sem se varno počutil. Mislim, motor sem se naučil že zelo prej, v bistvu na Javi že, ker smo si sposodili, smo bili 4, smo si sposodili 2 pa 2 in 2 sta znala, 2 nisva znala in sam tako, v bistvu, najlažja stvar. Kako ti je sposodil motor, če nisi imel izpita? Ne rabiš izpita. Ni, se tam da tako. Ne, sem imel sicer mojo mednarodno vozniško za avto, ampak tak avta ne bi rentil, ker to pa preden priješ kam, motori so tam stvar. Na mesto avta se uporablja motor, ker so ozke ceste, veliko ljudi in ja. Ampak motor je definitivno glaven način transporta in jaz sem se to naučil in sem se dobro počutil med tem, ko sem ga vozil. In tudi rekel bi, da sem se bolj varno počutil tam voziti motor, po levi, sem rabil 3 dni, da sem navaden, kot tukaj motor. Ker imam občutek, da oni, ki tukaj motor vozijo, imajo zelo radi hitrosti in mislim, je veliko bolj nevarno tukaj. Oni, ki ima pa tam, pa v bistvu to kot avto uporablja. Dejansko najhitrejši vozniki motorjev smo bili turisti. Mi smo najhitrejši motor vozili, ostali so bili z normalno hitrostjo. No. Ampak ja, tako, ko motor na mesto avta uporablja, tako cela familija na motorju, tako pa ne vem, zadnji neko lestev, pa ne, prašiča imajo tako zadnji na motorju naloženega in je res zanimivo. Pa tako vidi se, kdo je turist, to so mi rekli Indonezici, ko se 2 vozita, en voz, en je pa zadnji in turisti so edini, ki se tako držijo zadnji, ko je neka ročka. Vsi Indonezijci tako po strani sedijo na motorju, pač tako in se norca delajo iz turistov, oni, ki se držijo zadnji. Ampak ja. Ja, ne vem, kaj bi te še vprašal iz tega. Recimo, mogoče kakšni običaji, navade, odnos domačinov, kako so prijazni. To si že prej nekaj omenjal. Absolutno. Ampak si se zelo počutil varnega. 100%. Prijazni, naklonjeni turistom. Niti ene slabe izkušnje. A si imel kakšne občutke, recimo tako, da te probajo kaj nategniti ali pa da, ne vem, kaj izrabiti ali tako? Meni se zdi, da ne, ampak tu, če so me 1,5 € je isto, kot 1 € za riž, pač v redu je. Kakšne so recimo prednosti in slabosti teh krajev, recimo v smislu poceni, drago, umazanija, čistoča, voda, hrana, vreme? A bi lahko tam živel? Bi si izbral, je to tisti kraj, kjer bi lahko živel? Na Baliju? Na Baliju pa bi se dal, no, mislim, problem je, ker po zimi pa pride deževna doba. Se ni tako huda, kot ne vem, v Indiji recimo. Bi se dal živeti, ne bi bila sicer moja prva destinacija živeti, ker mi je všeč, da je še malo mraz, da ni lih 30 stopinj skozi celo leto. Ampak ja, mogoče za par mesecev pa bi bil na eni in isti lokaciji tam, ja, to pa. No in potem je bila še zelo zanimiva zgodbica o tem, ko si ti zaključeval potovanje, kako si moral izvesti nek manever ob vrnitvi, da si sploh lahko prišel dam. To je pa najbolj zabavna zgodba iz celega potovanja. Torej, vsaj sem začel 2 tedna pred odhodom, 3 tedne, ko sem jaz ugotovil, viza za Indonezijo traja 30 dni, jaz sem imel pa 31 dni. Na 31. dan bi jaz nazaj letel ob 9. zjutraj. Ti si imel pa potovanje 31 dni, ne? 32. Od 17. do 17. To je 31 dni. Ja, 32 dni bi mogel imeti, zato ker že tako sem en dan kasneje prišel v državo zaradi tega, kar se mi je zgodil v Istanbulu pa v Bangkoku. In to me je že nekako rešilo, da mi je en dan rešil, ker meni je 60 € je kazen za en dan. Če si preveč prekršiš vizo. Pa lahko te dajo na črno listo. Tako da nisem hotel to. No, ugotovil si, da bo viza potekla, ja, in da se ne boš mogel vrniti. Tako, in mislim, lahko se bom vrnil. Sam mogel sem plačati 60 €, ampak meni, ko sem na dan zapravljal 15 €, meni se 60 € zdel, pa to je celo bogatstvo, celo premoženje. Ja.
In sem se pogovoril bili smo v hostlu z enimi 3 burazi. In to najbolj izkušeni možni, eni iz Nove Zelandije, eni iz Anglije. Te je naučil on, kaj treba delati. In sem se pogovoril z njimi in smo imeli prav tako polurno debato, kaj je zdaj zame najboljše. In smo prišli do 3 opcij. Ena opcija je, da zapustim državo in pridem nazaj noter. Torej, V not točen, ja? Da grem jaz iz Balija v Singapur in iz Singapurja nazaj v Džakarto in pol letim domov. Tako da bi v bistvu vse, kar bi mogel plačati, je samo še 30 evrov za dodatno vizo, ker obnovitev vize je cenejša kot 30 evrov, ampak za obnovitev vize, kar je bila moja druga opcija, čakaj, da dokončam prvo opcijo, torej, da bi letel v Singapur in pa prišel nazaj, ampak to je bilo sam zelo drago, ker Singapur je zelo drag, ampak bi vse za neki ta denar zapravil, ne pa, da bi 60 evrov za par ur v uni ja. In druga opcija je bila, da grem podaljšati vizo, torej bi plačal, ne vem, 30 evrov, nekaj tazga, ampak problem tega je bil, da moram imeti 3-krat v 3 različnih dnevih moram priti jaz v glavno mesto Balija, torej Denpasar. In Denpasar je res veliko mesto in preden priješ v center Denpasarja, plus jaz sem bil na severnem Baliju, to je na jugu, meni bi vzel to, pa cel teden bi mi vzel tam in res to sem že tako izločil. Ampak. In tretja možnost, ki si jo probil izrabiti? Tretja možnost je bila pa, tako smo prišli do tega, kaj da bi jaz en dan prej prišel na letališče in bi tam prespal. Ampak ta možnost ima komplikacije. Torej, moj let je bil ob 9 zjutraj in check-in za torbo, torej da to torbo dam od spodi, se začne 3 ure pred letom. In da bi jaz že en dan prej 10 ur pred letom prišel na letališče, to pač ne bi bilo možno. In pa sem prišel do tega, kaj da jaz vsa oblačila, ki jih imam, nasedam in to malo skupaj stlačem, da pa se malo velikega naredim, da ne bojo videli. Da imaš kao osebno prtljago s sabo. Ja, da bo to kot majhen ruzak. Kao osebna prtljaga. In jaz grem tja, prav tako me je bilo strah, takrat ura je bila 11, po moje, lih 1 uro do pol. Čak, in ti si se dejansko oblekel kaj v te neke majice, 2 hlač, 3 hlač, ja, takrat, če nisem kaj si dal gor vse? Takrat, če nisem bil oblečen, ker sem prišel, pa sem šel na WC in sem tam vseh 7, ali ne, imel sem bolj srajce s sabo, ker je bolj zašel. 7 srajc gor. 7 srajc, ene dolge hlače, 3-4 kratke hlače, gate pa štumpe sem pustil noter, ker tako ne zasedajo veliko placa, ostalo sem dol lepo v ruzak, sem stisnil ga skupaj. Še bolj kot to, ja. Sem za velikega naredil, grem tam in, jaz sem pa naredil že online check-in, torej en dan prej se da online check-in na telefonu, ker takrat še ni bil check-in odprt za moj let, ampak sem rekel, da nimam pač prtlaga. V bistvu prtlaga mi je pripadala, ker sem že s Turkish letel tja in tudi za nazaj se mi je pripadala prtlaga, ampak sem pač rekel, da ne rabim prtlage, bom jaz sam. In pridem s telefonom, mu pokažem moj boarding pass in on me tako pogleda in reče, da pač moj let ni danes, ne grem stran. In jaz skupaj. Boarding pass, to je v redu, ni znal angliško. Boarding pass, to lahko grem noter, a ne? In je rekel ne. In pa sem tam tako dramo naredil, ne? Da so še drugi vedeli in potem pač me je strandal, da ima pač on delo, da mu ne najedam tam. Da se ne more s tabo ukvarjati, ja? Ja, in potem sem se postavil mislim, na strani in sem pritegnil pozornost enega njegovega prijatelja in sem jaz še njemu obrazložil situacijo in mi je dovolil jeti čez tam, ki te pregledajo, čez security, da če imaš kaj na sebi. In sem šel tja čez, mi je dovolil jaz, koliko je hvala, ampak me je počakal na drugi strani, seveda, ne bo mi še dovolil, da grem naprej. Je rekel, da je poklical enega prijatelja v imigrationu, da bo nekaj zrihtul, jaz koliko sam da, ne, in grem naprej. In valjda neke škarje sem imel noter v tem, da pol takoj to začne biti sumljivo, ta torba. In jaz ko, ne, vse v redu, vse bom jaz to, hitro naredim. In pustim torbo tam in pa me on odpele v eno sobo, neko zasliševalnico, ne vem, kaj je bilo. Zasliševalnica. Ja. Luč v glavo in gremo. Tako, ja. In tam itak angleško niso znali dobro in mi tam začne razlagati, ja, kaj jaz ko je, pač, ja, hočem je zdaj na letališče, ni problema, ne bom delal, ne vem, nereda, tam jaz sem usedel na kavč za spav in se jutri zbudil za moj let, res ne bo problema, tukaj imam boarding pass. In pa, boarding pass imaš, še takrat so ugotovili, da imam boarding pass, ker, ne vem, očitno so pozabili, da lahko jaz že prej naredim ta check-in. In so bili tako, ok, in pa so mi oni začeli razlagati, ja, če greš zdaj ti čez carino, ne boš rado plačal 60 evrov,
ampak če greš čez pol ure čez carino, boš mogel plačati 60 evrov. Ja ne, zato sem pa tle, pa zakaj bi bil drugače 10 ur prej na letališču. In pa sem rekel, ja, to je to, jaz bi šel zdaj, da grem, in pa tako, ok, go. In pa je rekel, a lahko grem, a bo kdo šel z mano? In ne, ok, in grem tja in zdaj sem imel par teh carinikov na opcijo. Ker sem mislil, da bo ona šla z mano, pa bo povedala cariniku, ne me spusti, pa ni šla. In jaz tako, ok, zdaj, kjer najbolj prijazen zgleda, kjer me bo spustil čez in zvenem tam enega, ok. Jaz se tam tresem, sam prosim, daj me čez. Pridem, pridem na vrsto, mu dam pasport, mu dam telefon za boarding pass, ga tako nasmejano gledam in on tako pogleda boarding pass. Pogleda mene v oči, pogleda še enkrat boarding pass. Ga pokaže svojemu prijatelju in se začne smejati v enem momentu. Začne smejati in pa tako me pogleda, last day, Jan, last day. Ček. Najbolj srečen trenutek mojega življenja. Za 60 evrov, tega ne bi nikoli drugače naredil, ampak takrat je bilo res. In pa sem šel v edino restauracijo in sem si privoščil 15 evrsko večerjo, tam nek Pizza Hut, neki na to. Pa si bil že v mednarodni coni, kjer so tudi bile mednarodne cene, verjetno že. Ne? Ja, ampak za teh 60 evrov, ki sem jih prišparil, se je pa splačal 15 evrov na obroku zaprav, tako da sem bil zelo vesel. Deva zaključiti tole serijo s potovanji za temle. Kaj iščeš ponavadi v potovanjih, na potovanjih? A je to zabava, lokalne znamenitosti, naravne posebnosti, kulturno izkušnjo, nove stike, doživetja? Kaj iščeš na potovanjih? Jaz bi rekel definitivno ljudi. Nove stike, kot ki potujejo, kot tudi lokalce, da mi povejo več. Tudi kultura pa lokalna hrana, to tudi zelo rad poskušam. In ja, to v bistvu tudi, ne morem se odločiti, kaj mi bolj všeč, mesta ali narava, v bistvu vse mi je všeč. Zabava, mislim, kdaj pač, ni to zdaj največji cilj. Ampak. A si kaj kupil zdaj, a kaj prinašaš domov s potovanj, imaš kakšne suvenirčke ali kakšno tradicijo, ne vem. Ja, kupuješ kaj na potovanjih? Načeloma res nimam časa za to, ampak za družino se jo potrudim, za vsakega en spominek oziroma neko malenkost skupaj. In še zadnje vprašanje v tem potovalnem sklopu. O kateri popotniški destinaciji danes sanjariš, da bi jo enkrat doživel in uresničil to svojo željo? Ja, jih je pa veliko. Sicer za naslednjo poletje, zdaj imamo 3 mesece fraj. Najdaljše počitnice. Tako da to je treba izkoristiti. Pa se z enim prijateljem, ne sam, se menila, da bi šla v Latinsko Ameriko. Super. Ja, odpriva novo temo, recimo odbojka. No, pa dajva. Odbojka je tvoja druga ljubezen, a ne? Ja. Jo treniram že od 4. razreda. 4. razreda, se pravi od 9. leta, recimo, ne? Si na mestu podajača, ja. V klubu Brezovca, ne? Tako. V bistvu si perspektiven, celo prišel si v svoji generaciji si prišel do nekakšnega širšega izbora reprezentance, ampak potem v ožji izbor ti žal ni uspelo priti. Žal ali pa na srečo, ne? Tako, ja. Vedno mi je šlo dobro. Mislim, bil sem med nižjimi že skozi, kar je na nek način dobro, ker lahko bolj tehniko razvijaš, ker ta visoki so, mislim, se zadovoljijo z višino in ne grejo toliko naprej s tehniko. In mi je šlo vedno dosti dobro, igral sem podajača, torej ta drugi najmanjši je libero, ki sam sprejema, to meni ne gre dobro sprejem. In so me dali na podajača, tako da že od 7. 6. razreda po moje igram podajača skozi, nikoli nisem zamenjal, edina pozicija, ko sem jo v življenju igral na tekmah. In me je pol v 9. razredu so me povabili na širši spisek za reprezentanco. Iztok Šela je bil selektor, še vedno je. In mi smo res, ta 2005 je res močen letnik. Res zelo močen letnik. In nas je bilo veliko, sicer sem tudi v ožji izbor prišel in tik pred evropskim, hodil sem na priprave, tako čez en let smo hodili na priprave, torej cel prvi letnik med korono sem hodil na priprave v Maribor pa v Kranjsko Goro. In tik pred tekmo je pol imel 3 igralce preveč in sem bil jaz eden izmed njih, ki jih je vrgel ven iz ekipe. Zdaj, malo mi je bilo slabo, ampak na nek način je dobro, ker
pol pa ne bi mogel potovati, recimo, če bi ostal toliko v odbojki. In oni so pol šli na Evropsko prvenstvo, zmagali, v finalu so Rusijo premagali, kar je res, ne vem, meni se zdi, kot oni Rusi, najmanjši mi bo 2 metra visok. Vsakem čas res dobri so. Zdaj, grenko spoznanje je nekako bilo to, ne, da si v bistvu zaradi telesne višine nisi bil vključen v nadaljni ožji izbor, ne, ker odbojka, košarka in taki športi verjetno preferirajo pač igralce više igralce, pa ne, da si zdaj ti mejhen, ampak so oni sami neki gianti. Ne. Ja, valjda, to sem se že daljno sprijaznil, da je to, kar se išče. Sej, mislim, oni so zdaj, vsi, ki so reprezentanti, so 3krat boljši od mene, ne, tudi oni ta visoki, ampak takrat smo bili pa koliko centimetrov ti je manjkalo, recimo, da bi zadovoljil njihove zdaj, to je težko reči, njihove potrebe, želje po višine igralcih. To je težko reči, ker druga 2 podajača sta res dobra. Sicer oba sta 1 let mlajša, ampak sta res dobra. In po moje tudi 5 centi ne bi bilo dosti, no, kar več. Mogoče, če bi bil več, bi mogoče že kakšno drugo pozicijo lahko igral, tako da to je zelo težko reči. Ampak za odbojko, recimo 190 plus, se cilja v profesionalni odbojki. Kljub temu, da si bil zelo dober in perspektiven in tako, nikoli nisi bil kapetan. Kako je to možno? A veš, zakaj to sprašujem? Ker kot karakterno si ti tako, nisi agresiven, nisi aroganten, si redoljuben, tako točen, vesten. A veš, tako, pač prave karakteristike imaš, da bi lahko bil kapetan. In zdaj me zanima, kaj je treba imeti, da si kapetan, da te dajo za kapetana. A to si izvoljen, a to si določen iz vodstva? To je pa težko povedati. Mogoče sem dejansko v mlajših selekcijah 5. razred, takrat sem bil kapetan, ampak od takrat naprej pa nikoli nisem bil, ker pa vse... Kdo določi kapetana? Vodstvo? Trener okay. Ti boš kapetan. Ja, pa tudi, mislim, zdaj na neki točki, ko smo bili že starejši, smo tudi ostali se mogli strinjati s tem, ne. Ampak ne vem, na treningih sem se dosti tako hecal, no, ne vem. Sproščeno obnašal, Tako sproščeno obnašal in sem v očeh trenerja nisem bil ta pravi za kapetana, očitno. Pač rad imam, da je zabava, mislim, da se dobro imamo, da se kaj pove tudi med igro, ne samo, da tam sam fokusiramo 100% na igro, da tam še tako malo druge stvari, tako mogoče to. Ker ja, ko igram, sem se dosti tako sproščeno, sprostim se in tako nastane, ja. Veš, kaj mi je bilo klele smešno? Morali ste nositi, govorim pač teli igravci, ste morali nositi, kazati svoja šolska spričevala, a so pozitivna ali niso. Ja, odkje pa to? To je pa kar, ste pa kar globoko šli. Ja. Ne, to se mi zdi super, da recimo, preverjajo tudi, če šola štima. Ne? Ja, ne, to je pa res. Ja, to pa že kar zadnja 2-3 leta s trenutnim trenerjem delamo, pokažemo mu spričevala in... Na koncu, v juniju prines spričevala? Ne, že zdaj, čez 2 tedna imam rok. Polovica leta, ja, kdo ima kakšne negativne, takrat jih pol, ker drugače treningi obvezni, ne, ampak pol jih stera, da je treba to dvigati ocene in jim da malo frej, da to naredijo. Pa v koncu leta pa, ne vem, tudi kakšna kazen verjetno pride, če je kakšna negativna na koncu, ne, da se manj igra pa to. Nekako bil si tudi na točki, da si se mogel odločiti, ali boš to odbojko resno fural še naprej. Resno to pomeni pač, ne vem, vsak dan 6-krat, 5-krat na teden, ne vem, treningi. Ali pa nekako tako polovično, ne, kaj 2-krat, 3-krat na teden. In si se odločil pač za polovično. In zdaj jasno, nisi več v nekem tako prvem planu, kot si bil prej. Zdaj, aj težko prenašati dejstvo, da nisi več v prvem planu. Zdaj, kaj so prednosti ali pa slabosti igralca iz drugega plana? Ja, definitivno je to malo težko, kljub temu, da mislim, verjetno sem si sam kriv, da sem se to odločil. Ampak v bistvu jaz nisem rekel, da bom polovično treniral. Prosili so te, ne? Ja, jaz sem ko sem končal drugi letnik, sem bil tako, itak to ne gre nikamor, vrgli so me ven iz reprezentance, zdaj itak pač grem jaz kaj drugega, ne vem, laufat popoldne, a ne. In pa tako itak šola je bila tudi zelo težka je postala, no, ko smo imeli več predmetov, več stvari. In sem rekel, pa sem pač trenerju rekel, da pač bom nehal in to je to, hvala za dobro sezono. In me je povabil na sestanek in me je pripričal, da hodim še
ne vem, enkrat na teden so se zmenila. Tako da sem tretji letnik je tudi najtežji v šoli, objektivno. In sem takrat cel let hodil enkrat na teden in mi je bilo čisto všeč. Tako, na tekmah malo sem igral, malo nisem, malo tako v redu mi je bilo. Ne? Tudi ta boljši prijatelj je tudi nekaj podobnega naredil, tako da so skupaj hodila. A letos pa mi je bilo tako všeč, pa sem rekel, ajde letos, ko je 4. letnik ta lahek, ne, spet malo začnem, tako da zdaj načeloma hodim polno. Mislim, zdaj imamo itak samo 3-krat, včasih smo imeli 5-krat na teden, ker je bilo res resno, zdaj, mislim, sredno je resno, ampak imamo 3-krat na teden, tako da to mi gre 3-krat na teden. Sicer zdaj cel december nisem hodil, ker smo imeli BNK priprave, tako da zdaj ne moram reči, da sem zelo reden na teh treningih, ampak ja. Ne, pa se tudi v klubu so veseli, da hodiš na te treninge, ker tudi tam ti razigravaš njih, ker imaš dobro rokco, dobro podajaš in to in si jim v veliko pomoč, verjetno, si predstavljam na teh treningih. Ja, absolutno, da prva postava postava se... Win-win situacija. Ne? Tako, ja, prva postava se tam postavil, jaz sem na drugi strani in jih tam malo jih podajam, pa tudi na drugi strani so kar dobri napadalci, tako da sem uporaben na treningih še vedno. No. Predvidevam, da si s trenutnim statusom pomirjen, sprijaznen, ali te še vedno kaj boli, da nisi v ospredju? Ne, si prebolo to. V redu je, sam na tekmah je bedno, ko tam... Ja. Ko bi se lahko učil, pa kaj bolj pametnega delu, pa za pol seta, da igram, to je tako malo. Pa tam, ja. Ja, vse v redu, kaj češ. Ok, ampak kljub temu to znanje iz dvoranske odbojke si lahko preneseš v odbojko na mivki. Tako. Ne? Tam je pa sproščenost v ospredju, ni tako resno, ali kaj? Ali je tudi tam resno? Je resno, ampak odvisno, kakšnega soigralca imaš, ne? Ker odbojke na mivki se igra 2-2 in jaz sem zdaj zadnja 3 leta, zadnji 2 leti igram z istim, v bistvu prijatelj že odskosne in... A to isto iz Brezovce? Ja, iz Brezovce. In oba sva takrat po drugem letniku rekla, mogoče, da bova midva nehala, pa grejo zdaj zadnjo leto še sezono na mivki igrati. In sva rekla, ajde greva tako iz heca, dejansko čisto iz heca. Sva hodila na treninge lepo in najna strategija je bila, da se res najbolj možno sproščeno in tako v španščini so se pogovarjala, pač tako res, kar neki so tam delali, tako oni so bili čisto sfokusirani, resni. Vsi napeti, ja. Ne vem, ide gas, ide jaz, pa taki scenarij. In kam prideva s sproščenostjo, ne, recimo, to je bil plan. Tako, do zmage, zmagala so prvi turnir, ne vem kako, ampak sva ga. Ampak moram reči, da ko so bili prej moji kolegi iz reprezentance, ni bilo na tem prvenstvu. Če bi bili oni, verjetno ne, definitivno ne bi zmagala, ampak ja, tako da vse je bil kar lep uspeh. Ja, pri odbojki na mivki ni več toliko v ospredju verjetno višina, ampak tudi bolj neka, eksplozivnost, hitrost in inteligenca verjetno, ne? Da predvidevaš pa, da malo... Ja, pri odbojki na mivki je pomembna višina za enega igralca, predvsem, ki skače v blok. Ker en skače v blok, drugi igra v brambo. Jaz sem igral v brambo, moj soigralec, ki tudi ni, mislim, je višji, ampak ni spet presežek, je igral blokerja, tako sva igrala. Jaz nisem, mislim, ful pomaga, da bi še 5 centi bil višji, da bi lahko ga močno zelo tolkel pa to, ampak je bilo pa dost, da sva prišla do tem, ko sva prišla. V nekem tekmovanju, zdaj ne vem, kakšno tekmovanje, je to bilo državno prvenstvo v odbojki na mivki lansko leto, si povabil mene in Dana, da pridemo si to ogledati. Dan se je lahko odzval, jaz sem bil na nekem morju in si se uvrstil v finale, ne? Ja. Se pravi, sta bila druga, pač nisi zmagal, ne? Ampak sta bila druga na državnem prvenstvu beach volley, ali kaj? Ja, to v bistvu naprej so 3 turnirji, sklop 3 turnirjev. Ja. In glede na rezultat teh turnirjev neke točke so, nobenih ne razumem, ampak so. In prva 2 igrata za prvo mesto, prva 2 za prvo mesto, 3. 4. za 3. mesto na Kongresnem trgu v Ljubljani, ki postavijo poleti igrišče, naprej za nas, pa še za profesionalce. In je res dobro vzdušje. Igral sem sicer drugič na tem, enega sem že za 3. mesto igral, eno sezono prej, takrat, ko sem bil res še čist resen, pa sem z enim tudi drugim igral, ki je polufinalu me premagal. Kakšno naključje. Ampak ja, una tekma je bila kar dobra. Sicer je bilo, 2-0 je bilo, ampak ja, profesor Dan je rekel, da mu je bilo všeč. Kaj raje igraš, na mivki odbojko ali dvoransko odbojko? Kaj ti je ljubše? Ni debate, mivka, absolutno. Na mivki. Ja. To se pravi,
prevladuje ta sproščenost, pa še muska je malo zraven, pa tako pa ta morski vibe, ne, ali kako ne To je rečem. to. Sicer imaš več na sebi, ker sta samo dva, torej 50% predstavljaš ti, ker ne vem, v dvorani nas je 6, celo malo porazdelimo. Tako da to je malo večji, pa če ne gre na mivki, res najbolj boli, no, ker v dvorani se še neki naredi, neke menjave, neki na mivki si pač tam in če ti ima nasprotnik serijo, 5 serij so sam najslabša. Mi smo šla tako, če ima kdo tako, mi je tako, to, pa tako krivila sva drugega tako iz heca, da so pol prišla nazaj v formo in ja. Udeleževal si se tudi teh kempov za odbojko na mivki, a ne? In dobro, pač tam si se nekaj učil in tako. Zanimivo mi je bilo to, da si v ping-pongu premagal slovenskega reprezentanta, tudi mladega, Roka Možiča, ki je zdaj star mal čez 20 let, ne? Ja, Si ga ruknil v ping-pongu? ja. Kako ste pa to zvedeli? Ja, zvedel sem, lej. Ja. Torej tudi ping-pong ful dobro igraš. Mislim, Kje si se pa to... ful dober. Imeli smo krožek v šoli, ping-pong in hodil. badminton in sem tja hodil plus doma, a sem že imel takrat mizo doma, mogoče, ampak ja, imeli smo ta kemp v Mariboru, ki ga je Peter Možič, oče od Roka Možiča, organiziral in je bil tam Rok Možič, on je bil takrat 9. razred, po mojem, jaz sem bil 5. razred in smo tam čez dan igrali odbojke na mivki, zvečer pa tam so bile te mize, ping-pong in jaz sem takrat, ne vem, koliko sem bil, če sem bil res takrat tako dober, meni se da res nisem bil, ampak ne vem, kar uničval sem ga v ping-pongu, no. Prav, in pol je tam ful preklinjal in njegov oče bil kar jezen nanga, tega sem se zapomnil, no. Mi je bilo kar smešen. On je verjetno pozabil, jaz pa tega ne bom pozabil. Ja, verjamem, ja. Ne morem mimo tega, da tudi na Poljanah si kapetan poljanske odbojkarske ekipe, daleč najboljši igralec in zelo se mi zdi, da zelo dobro vodiš, si pomagal, vodil in tako ekipo, sodeloval v teh nekaj letih. Sicer jasno, rezultatsko nismo ne vem kaj, ampak smo se borili nekako v svojem duhu, ja, v svoji maniri, ne. Ja, Tako da hvala ti za to. hvala za dobro ekipo in dobrega. Preidva, kar zamenjava spet temo in poglejva si žongliranje. Jan, zelo rad žongliraš. Ja, Zdaj, ne vem, če je ta podatek res ta prav, ampak a je to možno, da si se ti z žongliranjem srečal pri športni vzgoji na Zoomu, ki smo imeli? A je to možno, a si že prej znal? takrat sem se drugič srečal z žongliranjem. Drugič, ok. Prvič je bilo 9. razred osnovne šole ali 8. nam je učiteljica za šport naročila, da gremo se za izziv. V septembru me je dala, ajde, kdo se bo do konca leta naučil žonglirati. Konca leta vam je dala. Ja. Wow. To je velikodušna učiteljica. Ja. In sem takrat, nisem si sploh rekel, da me je to naredil, ampak kar naenkrat so se doma pojavile neke žogce, čist ne vem, odkje že, ampak sem malo poprobil in je zlaufal in takrat sem res zelo slabo znal žonglirati. Jaz sem mislil, da znam, ampak zdaj, ko gledam za nazaj, nisem znal. Ampak dosti, da sem navdušil učiteljico. No, in potem si se s tem srečal malo še tukaj v šoli, si to malo nadgradil, dokler nisi potem v bistvu res te stvar potegnila in si kaj? Potem si začel trenirati, vaditi te trike. Profesor Jan Jereb je kar strokovnjak na tem področju in ti potem dal par dobrih nasvetov. Pol drugič sem se srečal pri vaši šport in takrat tudi nisem znal zelo dobro žonglirati, ampak takrat me je malo navdušilo, takrat sem ugotovil, da je še par drugih trikov, ki jih lahko naredim, Ja. ampak zdaj sem spet to pozabil, nisem se o tem ukvarjal. Ja. Do septembra, 3. letnik, ko sem se srečal z Janom Jerebom in me je videl, da žongliram in rekel, kako žongliraš, a bi ti nastopil na BNK-ju? In jaz sem rekel, ja, bi. In on je rekel, ja, ampak to leto ne, pač, če bi naslednjo leto, pa da se malo naučim boljš, pa da pozna še eno, torej Zalo, ki so tudi skegli skupaj žonglirali na BNK-ju, da on njo pozna in da bi lahko me spoznal z njo, pa da pač malo skupaj se kaj zmenimo. In sem rekel, ok, in takrat sem res to resno vzel in sem celo jesen, on mi je tudi trike na YouTubeu pokazal, da so še drugi, jaz nisem vedel, da so. Celo jesen sem se pripravljal na BNK za naslednje leto in sem milijon teh trikov, par trikov sem se naučil in
Pol se mi je zdelo to ok in pol sem spet nehal. In dokler se nismo začeli konc tega 3. letnika dejansko ment z profesorjem Janom pa z Zalo, da bi mi neko točko naredili za BNK. In idej res nismo imeli, tako nula, in smo neke najbolj naključne ideje. Ne, imeli ste pa že kar izdelanih nekaj variant žongliranja v paru, v skupini, Ja. nekaj trikov vsak in to. Vse ste nekaj, elemente ste nekaj imeli, niste imeli pa še povezav za neko točko. Ne? Elemente smo imeli, ampak točke pa niti blizu, tako da smo to prestavili na naslednjo leto. Septembra jaz poleti sem bil tako odsoten celo poletje, nisem nič vadil. In septembra je prišel na šolo profesor Vic Skrbniškega slovenščino. Jan je nekako izvohal, da on zelo dobro, mislim, da je res dober da je car monocikla. In Ja. smo ga mi malo pripričevali, kaj da bi on z nami šel na točko. In naprej ni bil čist prepričan, ker dejansko nismo imeli skoraj nič, imeli smo neko idejo, da bi bil on učitelj, dokaj smo pa dejansko na koncu izvedeli. In nam je rekel, no, vi kar oblikujte, pa se mogoče pridružim, če pač bo neki na to horo. Če boste cool, pridem, če pa ne bom prišel. Pa ja, tako. Takole. In pol smo Zalo kar vadila in pol smo najdel še Neli, Ta najmlajša, ta ja. najmlajša, ki je zadnja prišla noter. Jo je pa profesorica Žiger odkrila, ko je žonglirala med slovenščino, baje na Na nastopu. predstavitvi. In jaz sem bil takrat zelo vesel, ker en več na odru, torej manj me bo strah, ker bo manj ljudi sam mene gledali. In sem zelo vesel, da smo ne dobili, ker smo bili tudi 4. In je lažje trike delati, če smo 4, da lahko 2 pa 2 se povezujemo pa to. In smo pa začeli intenzivno vaditi, kdaj je bilo to, oktobra, novembra. Mislim, 2 meseca prej. Ja, oktobra ste vadili zelo intenzivno, sestavljali in to. Ja. Jaz mislim, da je bil proces nastajanja točke je bil dolg skoraj eno leto. Nekako zbirali ste ideje, trenirali ste, sestavljali ste žonglerske elemente skupaj in tako do končnega vadenja, tega drilanja za ta nastopane. Dej, povej nam konkretno samo za tebe, ki si imel nek solo, tudi v temi in tako, koliko vaje in drilanja je bilo vloženo v tvoj solo, ker ti si sigurno mogel ta svoj solo natrenirati na polno. Jaz vem, da si treniral, ko si doma treniral, ko si drilal in treniral in vadil to žongliranje in te trike, si vadil te trike do prepotenosti. Se pravi, za Švico si, Ja. medtem ko si vadil žongliranje. Ja, jaz ne vem, nisem imel dolg časa sestavljenega. Vedeli smo, da bo imel nekdo solo v temi, pa smo določili, da bom to jaz in mi je profesor Jereb dal te žogce svetleče in je rekel, naj vadim doma. In jaz sem znal elemente posebej žonglirati, ampak so mi padale žogce, res veliko so mi padale. Tako povezati sem jih znal, ampak ne vem, kondicija žonglerska, 1 minuto žongliraš in te bolijo roke, nekaj se zmedeš, ti pade. In pa sem bil tako, jaz sem zdaj 1 mesec, da jaz to natreniram do konca, ker kaj narediš 10krat doma, zapored, brez napake, lahko šele na oder preneseš. Res sem vadil, ker mislim, kam tam na odru, s svetlečimi žogcami in pade. In kaj pa? Vse sem imel nek scenarij, da jo poberem, ne vem nekako, ampak ne bi bilo tako dobro, kot je bilo drugače, da mi ni padla. In res sem zelo vesel, da mi je uspelo vedno. Za žongliranje si treniral ful in tudi odbojko si treniral ful. In zdaj me zanima, a je trema enaka ali kje je hujša trema bila pred BNK-jem, pred točko ali pri odbojki pred servisom, ki ga moraš dati, pa mora biti uspešen in tako. Kje je hujša trema? Ker odgovornost je pri obeh stvarih nekako enaka, veš tako. Meni se zdi, da bo kar pred BNK-jem, glede na Je bila večja trema. glede na to, koliko ljudi naenkrat to gleda in mislim, še vedno smo bili 4 skupaj, tako da smo se mogli nekako dopolnjevati in isto pri odbojki, ampak pri odbojki še vseeno se mi zdi, da en servis, pač ekipa je jezna za 10 sekund in to je to. Pred letom dni si šel probat žonglirati na ulico. In tam si srečal enega možakarja, ki je kar ti dal neke knjige, povabil te, vsi so nekaj znali žonglirati, neka zgodbica o tem. Ja, torej po pustu, ko sem bil zapustil nek ta kao žongler in z nekimi brki, ne vem, in sem rekel, kaj da grem jaz zdaj na Prešerca probat malo žonglirati in pol nisem žongliral na Prešercu, ker je bil prevelik veter. Ampak takrat
to Ampak tam si srečal tega možakarja. Ni bilo to takrat enkrat drugič, bilo, ampak ja, tam sem enega srečal, pač on je žongliral, pa sem jaz tam, ja, živijo, a ne. In je rekel, da, ja, da je še več trikov, ki jih pozna, pa da ne posla nekam povabil me je v sredo, ki je nek žonglersko srečanje in sem prišel tja in mi je dal 2 žonglerske knjigi, iz katerih se nisem veliko trikov naučil, ker mi je bolj iz YouTubea, ampak ja, mi je pokazal ene par trikov, pa tako par pro tipsov, kako se reče, noč veljska. Za tiste, ki se želijo naučiti žongliranja, kje se lahko naučiš oziroma kje lahko napreduješ v žongliranju? Jasno, na delavnicah, cirkuških verjetno, pa na YouTubeu ali kje še? Ja, na YouTubeu. Na YouTubeu imaš verjetno ful teh. Ja, ogromno jih je. Prvič, ta prave žogce treba imeti, štumfi niso dosti dobri. Tudi, mislim, te so zelo dobre, ampak une tudi tam mehkejše so v redu. In v bistvu naprej sam za ena, pol, 1, 2, 1, 2 in sam dodajaš mete in ni tako težko. Ampak drugače pa iz YouTubea vse bolj zahtevnejše trike. Si se naučil iz Ja, in tudi predlagam unim, ki bi se želeli začeti ukvarjati z žongliranjem, ukvarjati pač. Da si pogledajo kakšne posnetke na YouTubeu in je to. Tako. In potem z veliko vztrajnosti, ki jo imaš ti zelo veliko, pač prideš zelo daleč, ne? Ok, ajde, zdaj pa greva v zaključek našega pogovora, to bova obdelala te najne zanimivosti. In prva na spisku, spet se vračam na geografijo. Seveda, kot otrok si rad zelo barvo zastave, to vse v zvezi z državami, zastavami te fascinira, to ti je zanimivo, to imaš rad. Potem si enkrat dobil od strica neko to igrico, jaz imam to v glavi, da je to igrica, ki se reče GeoGuessr. Ja, GeoGuessr se reče. In ta GeoGuessr te je potegnil v nulo in ti si totalni freak tega GeoGuessrja. A lahko razložiš nam, kaj to je, to bojda cela skupnost? Jaz sem te videl takrat na božičnem, kaj smo imeli, božični bazar na šoli, ki si imel neki in moram reči, da sem bil zelo impresioniran, kaj to o tvojem znanju. No? Torej, GeoGuessr, to je ena video igrica, v kateri lahko igraš sam, lahko igraš drugim, ampak ko igraš sam, te da na neko lokacijo na Google Mapsu, Street View. Neko sliko ti pokaže? V bistvu lahko se premikaš, lahko ne, kolikor si daš sam sebi in ti moraš nekako ugibati oziroma ugant, v kateri državi si oziroma točno mesto, točno ulico, ki je. Na podlagi slike, ki ti jo GeoGuessr da, moraš ti najdete lokacijo, čim bližjo lokacijo na zemljevidu. Na zemljevidu, tako. In so neštete finte, kako prideš do tega, pa magar bo to steber ob cesti zraven. Kandelaber, to, ja. Svetilka je ali pa. Pa prst, recimo tudi, če vedno ne vem, kako se imenuje, ampak ne vem, rdeča prst, Brazilija, Kambodža, recimo. Ampak ja, ta skupnost, ki se prej rekel, je skupnost, ki se reče GeoGuessr Community in smo noter, mislim, jaz ne vem, če sem lih noter, ampak mislim, ja, vsi, ki igrajo GeoGuessr iz celega sveta. A imaš občutek, da to veliko folka ne. igra? Ne. Je znano, ker je en zelo znan, postal je znan prek TikToka in je milijone sledilcev dobil in je zato... Zakaj pa postal znan? Kaj tam prek TikToka. A je objavilo? Tam vsak postane znan. Pa kaj je objavilo? Kako v 0,1 sekunde, tako slika se mu pokaže za 0,1 sekunde. In on ve, kje je to. In on pol ima črno in pol mora označiti, kje je bil. In je, mislim, res je dober in ljudem se je zdelo tako, on golfa, ampak hkrati je pa dobil zelo velik, zelo je postal poznan in je pa lahko tudi on začel organizirati te GeoGuessr turnirje, tako da on je v bistvu ta začetnik. Prej je bila GeoGuessr mejhna igrica in pa je on prišel noter, se je razvila in so začeli biti turnirji mednarodni, postali so tudi drugi igralci te igre zelo znani, ampak drugače v celoti pa ne bi rekel, da igra veliko ljudi to igrico. V Sloveniji resno 10. In ko si toliko komunikativen in iščeš neke stike po celem svetu, si najdel tudi 2 GeoGuessrja, ki sta te celo obiskala, ne? Eden je bil iz Avstralije, drugi pa iz Amerike. Ja, torej, ta iz Avstralije je GeoGuessr igralec, iz Amerike ni, ampak ja, ta iz Avstralije je v bistvu, po mojem, da je med top 3 najbolj poznanih GeoGuessr youtuberjev,
Top 3 na Top svetu. 3, ja, 61,000 te sledilcev ima na YouTubu. In jaz sem njega gledal takrat vsak dan, zelo mi je bil v redu človek. In sem mu jaz enkrat je v videu oznanil, da bo prišel v Evropo na potovanje iz Avstralije. In jaz sem bil ok, da je vmes v komentarje napisal, a prideš v Slovenijo. In napišem, drugače ful napišem komentarje, ampak tle se mi je zdel, ajde. In reče, ja, odpisal mi jaz, ok. In pol sem mu napisal, če bi potreboval turističnega vodiča v Sloveniji, bi mi bilo v čast. Tako sem napisal. In on je tako, naslednjo minuto odpisal, ja, sure, dodaj me na Discordu, to je ena aplikacija, kjer se pač pogovarjamo. In jaz, ok, top, in ga dodam in se tam malo zmenva. In se zmenva za, mislim, dan približno, kdaj bo on prišel in dejansko je prišel in so se dobila bil je še z enim prijateljem iz Nemčije, so se dobila na Zmajskem mostu in smo hodili po Ljubljani, sem mu razkazoval, so se pogovarjali o Geogeserju, res tako, ker sem ga sam tam videl, pol na koncu je skazal, da je bil 1,95 m velik, ampak nisem si ga tako predstavljal, ampak ja, tako, zelo dobra izkušnja. Tudi na šolo sem ga pelil, na Poljane se je s profesorjem Danom spoznal. Pa Dam je prišel tudi k vam, ne? Ja, petek je nekaj tasga je bilo in smo imeli neko družinsko silo in sem ga povabil, tako da je jedel njoke pri nas doma, pa govejo juho. Kaj me zanima, a za ta tekmovanja, ki potekajo v tem, a to so kakšne denarne nagrade, a je to bolj hobi ali bolj tako? So denarne nagrade, ki jih v bistvu financira ta sponzorji od tega, ta glavnega ustanovitelja, ki je naredil igrico popularno. Mingrede, to se vsi poznajo, recimo tak je bil prven ta iz Avstralc, on je najboljši prijatelj od unga, ta najpopularnega, ne, to so vsi. Ja. Ampak ja, tudi svetovno prvenstvo v Geogeserju je bilo na Švedskem prejšnje leto. Zanima me, zakaj ti ne hodiš na tekmovanja? Nisem tako dober. Nisi tako dober? Ne, to je pa, mislim, sem ti si zelo dober, jaz sem tam videl, si full, res. Za ne Geogeser igralca to zgleda zelo impresivno, tako kot za ne čarovnika, ali pa za ne žonglerja, to, kar pač dela. Ampak znotraj te igre Geogeser so pa še toliko zelo boljši, ki to res posvečajo temu, oni se ceste na pamet učijo, pa tako, ker Rusija, recimo Rusija za primer, ni toliko veliko pokrita in je 1000 cest pokritih zelo dober in oni se naučijo jih na pamet in to so res take malenkosti, pa merja uno anteno na avto, koliko je dolga, glede na to, kjer država. Jaz še nisem tam in tudi nikoli ne bom tam, ampak ja, zato ne grem na svetovno prvenstvo. Dober, končava s tem Geogeserjem? Lahko pa še povem zgodbo od tega, ta drugega, ki je prišel v Slovenijo tudi. Od tega iz Travna. Amerike. Od Travna, tako. Od Travna, no, da povej. Torej, Traven je en model iz Atlante, iz George, in obstaja ena aplikacija BeReal, ki pač vsak ob eni uri slikaš se in pač ne vem, in tam je on mene dodal in jaz sem njega dodal, ker mi je zgledal tak šef. In pa so se malo v komentarjih sva se tako pogovarjala, a ne, kako si kaj. In sem gotovo, da dejansko tako, dosti imava tako iste interese, pa tako študira podobne stvari, pa tako potuje veliko, pa zanima ga to. In pa en dan sem rekel, jaz pridem pojutrišnjem v Slovenijo, a imaš cajt? Jaz tako, ja, valjda. In pa tudi z mojim bratom se že spoznal takrat in pa smo se dobili, to je bilo poleti, tik prej sem šel v Indonezijo, smo se dobili če ni bilo na Zmajskem mostu spet in smo mu razkazali Ljubljano, to je to. In pa smo se poslovili, smo se še malo pogovarjali, full legenda, tudi uživa. In je prišel po zimi še enkrat, zdajle, tik pred počitnicami je bil, meni vas je še niste ga videli, se mi zdi. Je prišel in sem ga spoznal z vsemi mojimi prijatelji in zdaj so še oni med sabo prijatelji in to se mi res dobro zdi. Tudi s profesorjem Danom se je pogovarjal, smo ga prav iskali, ker to je že tradicija zdaj, ko pripeljemo kakšnega tujca na šolo, da se s profesorjem pogovarja. Ok, dajva se pogovarjati malo o tvojih športih. Vse sva že malo, odbojko sva že obdelala, ampak s čem se vse tako nekako še kaj ukvarjaš? Ta podatek mi je bil zanimiv. Iz osnovne šole Brezovica si postavil rekord šole v skoku v daljino z mesta. Koliko si skočil? 275, 270. Jaz sem šel gledat zdaj tvoje podatke, odkar te jaz merim. Ja. Ajde, koliko si takrat skočil? Rekord pri meni imaš 280. Takrat sem bil definitivno slabši, tako da verjetno. Ok, no, rekord pri meni imaš 280. To je ful velik. Ja. Po mojem 15-10 cm. Sicer ne vem, če sem res rekord postavil. Učiteljica rekla, da takrat si imel rekord šole za tisto, za 9. razred. Znotraj 9. razreda, ja, učiteljica je rekla, da že dolgo ni bilo tako, no. Ampak ja, takrat se mi je zelo to ful dobro. Verjetno je bilo
več kot 10 centi manjš kot zdaj. No. Ok, grejo naprej od teh rekordov, potem kaj? Rad imaš smučanje, tudi jasno si bil, s Poljanami si bil na smučarskem taboru, to je to. V čem si še tekmoval, čak zdaj, ko so že glih pri tem za šolo? Mislim, da si za odbojko na mivki, odbojko, plezanje. Plezanje, kajak, kanu, se mi zdi. Kajak, kanu? Unta velik, no, kjer je to. Si tekmoval? Ja, mislim, to je bila kao nagradna za učence, ki so dosti prispevali v športu in smo pač šli tja in smo naredili ekipo in smo tekmovali. Mislim, ne vem, kako se že temu reče, kje je ta večji, no, aj kajak ali kanu. No, Kanu je tist, pač tako eno veslo, kajak je pa ja, ne, 6 nas je, dvokrilno veslo. velik kanu pa, 6 nas je bilo gor, pa vsak ima svoje veslo in Ja, smo, ja. ja, to sem bil, pa badminton sem tekmoval, ping-pong, atletika. Ko si omenil spet ping-pong, te izzivam v ping-pongu, da se pomeriva. Pred potem podcastu bova šla dol, te izzivam v Okay. ping-pongu. Se rezultati ne bojo objavljeni na koncu videa, ne? Ne bodo. Okay. Če bom zmagal, bodo. Če bom zgubil, ne bodo. Za tiste stvari, ki te zanimajo, si zelo vztrajen, se zelo potrudiš, zelo. Tiste, ki pa ne, pa pač malo manj. In zanima me, zakaj te svoje vztrajnosti ne razvijaš tudi v teku? Ja, teku na dolge ali na kratke, kaj se pogovarjamo zdaj? Pogovarjava se na dolge. Na dolge. Ja, na dolge te. Ja, recimo dolge, Cooper plus metrov. Nisem tudi tako navdušen nad tekom, plus zdi se mi, da nimam postave za tek. Ja, in potem veš, kaj me je presenetilo? Potapljanje na vdih. Ja, Da se potapljaš, znaš se potapljati na vdih. In to je, po moje, kar redkost. To je neka veščina, ki jo ne zna vsak. ja. Lahko začnem, da je moj dedek bil zelo cenjen slovenski podvodni fotograf in posledično je tudi vzgojil mojega očeta, ki je tudi zelo dober potapljač. Ona dva sta se tudi na Zakvalungu potapljala, ampak zdaj mi hodimo na Hrvaško na morje in zdaj se je nek novo pravilo se je ustanovilo na Hrvaškem, da ne 20 let nazaj, verjetno že, da Z jeklenkami se ne smeš potapljati sam, ampak moraš preko nekega društva. Preko nekega društva in to je zdaj neke komplikacije, plus izpite, plus vse. Isto je. Tako da sva bila z bratom že od otroštva na dah vzgajana se potapljati, glede na to, da smo iz potapljaške družine. Tako da se nam je to dosti normalna veščina zdela tako skozi. Niso se lih tako, koliko je to popularno, koliko to drugi delajo, pa so šele ugotovila, da to lih ne dela vsak, ampak... Seveda to ne dela vsak, ampak je pa fajn to veščino poznati, ne? Do koliko si se potopil? Po moje 20. 20 metrov, to je zelo globoko. Kakšno tehniko izenačevanja uporabljaš? To za nos pa to. Ja, s plavutkami brez uteži vedno najprej se umirim, zelo, odvisen koliko dolg globok potop nameravam, se umirim, vedno imam še, ne vem, brata zraven, ker to je dosti, mislim, na 20 metrov ni nevarno, ampak tako, ni lih najbolj varen šport. In se umirim in pritisnem enkrat za nos in grem dol in na vsak meter, recimo, še na novo izenačam in ko pridem na dno, se spustim in plavam po dnu. Si se kdaj štopal, koliko časa zadržuješ dih lahko? Se mi zdi, da 2 minuti. Super, ja, lahko za se mi take... zdi, nekoč sem se v raznih Atlantisih, ki nimaš drugega za početka, da smo nekaj to delali in meni se je bilo nekaj tazga. Tvoj dedek je izumil podvodno ohišje za podvodno kamero, ne? Ja. In je bil zelo priznani fotograf in dobil neko priznan in sploh ne? In ti si njegov vnuk in nikoli nisi izkazoval interesa za fotografijo, za podvodno fotografijo. Ni nikoli bilo kaj tazga momenta? V 5. razredu mi je on dal nek fotoaparat za to in sem ga uporabljal, ampak pol je nekako zamrl in nikoli se nisem v to zelo spuščal. No. Mi je zanimivo, ampak nikoli se nisem jih najdel v tem. Izpit za čovn imaš? Ne. Kako nimaš izpita za čovn? Ne, ni. Tam se dolgo ste na morju. Ja, ma oče pa on skozi. A si suveren pod vodo pri potapljanju? Si, ne? Točno veš, kaj možeš, kako se nadihaš, kako se umiriš, kako...
Povej mi prvo pravilo, ki moraš upoštevati pri potapljanju. Pogledati, če ni ladje okrog, ki se ti bližajo. To je že drugo. Prvo pa je, Da imaš enega zraven. tako je. Tako. Nikoli se ne smeš potapljati sam. Ja. To se potapljaš z ABC opremo, se pravi maska, ABC, plavutka, Šnorkel. šnorkel, imaš neoprensko obleko? Ne. Ne. A se ni mrzlo tam dol. Mislim, itak ponavadi ne grem lih nekih personalnih rekordov, ponavadi grem do 8, pa tam raj plavam po dnu dlje časa, kuno je, če grem na globok, to je sam dol in pol hiter gor in mislim, ni to. Ok, potapljanje sva obdelala. Druga taka zanimivost pa je, da so ti zelo všeč skoki v vodo. Zelo rad skačeš v vodo. Zelo si bil impresioniran, ko si gledal včasih te skakalce v vodo, jasno, te estetske skoke, težke skoke in tako. In tudi sam si poskušal pač neke estetske skoke na glavo, špičke, salte, prevrate, bijake, ne vem tako. Ja, s tem potapljenjem, ko sem naju z bratom vzgajal, je tudi to prišlo, te skoke v vodo. Oba in dedek in oče to dost poudarjata, da je pač to je neka veščina. To je pomembno, ne? To je treba znati in Ja. sva z bratom že skozi na glavo so se učila malo že v vrtcu, po moje, tako res. Meni je bilo res všeč, jaz sem res videl, to je pa res lepo in tako res sem se snemal in pilil skok, da bom ja imel vsak del telesa bo v isto to, Da so v isti liniji, krog, ja, v isti liniji. liniji. Potem sem šel že na to, da čim manj spleša delam, ko skočim v vodo in ko se mi je zdelo to tako, všeč mi je bilo, no. Z kakšne višine suvereno skočiš, znaš suvereno skočiti in varno skočiti na glavo? Težko oceniti, po moje, da 5 metrov. ima tam, po moje. Tako je. Skakal si pa že na kamenjaku, a ne? Na kamenjaku, ja. No, tam na kamenjaku ti lahko povem, tam sta dve taki zajedi v skali in tam jaz si skočil iz najvišje, to je 14 metrov, Ja, na noge, ne? na noge. Kar je dobro vedeti, tam je, a veš v koliko globoko vodo si tam skakal? Pa po moje, da je kar 4 metre, kar je dosti. Tako je. 4, odvisno od plime oseke, ampak tako v premalo globoko vodo si tam skakal. Dovolj globoka voda je 5 metrov, da nekako se telo že... Tako uradno. Ja, 5 metrov je minimum nekako, da mora biti voda, da nekako varno lahko skočiš v vodo. Iz katerekoli višine. A preden skačeš, kaj pogledaš, da ne valjda. skačeš v kalno vodo, da... Ja, nekdo gre zvedno z masko pogledati v družine, da pogleda, če je v redu, da ni kakšna skala tam. Tako je, ja. To je nujno. To je nujno, ja. To je prvo pravilo pri skokih. Ti bo res žal pol, ko se bo kaj zgodilo, ne? Če se bo kaj zgodilo. Ja, ok, gremo naprej. Si nekak germofob, a veš, kaj je to? Ja, ampak, a ja? Da imaš, to pomeni, da imaš strah pred mikrobi, bacili, virusi, to je to. paraziti, stalno si nekaj umivaš roke, trudiš se, da bi se izognil kakšni okužbi, umazaniji in tako. In da mi razloži to, kako gre to skupaj z umazanimi potovanji, ker na potovanjih res ne moreš zagotavljati čistoče. V bistvu skozi čutim potrebo potem, da imam umite roke. Bolj po rokah je največji problem. Ja, ostalo. v dlaneh misliš, ko? V Ja, dlaneh, pa tako, da mastne, Ja, pa tako, ja, ja, denarja ja. se res ne varno dotikati, pol se Ja, takoj grem ja. razkuževati pa to. Ampak na potovanjih pa nekako prvič grem čez sebe, drugič razkužilom tle vedno. In pa kaj, s takim načinom, z razkožilom, pa malo čim manj dotikanja, potuješ greš skozi potovanja. In gre. Je toliko boljših stvari na potovanju, da pa bom že malo potrpel za to. Ne? Pač Ja, res ja, ja. ni bed. In res je, to je res, recimo po športni se vedno, od prvega letnika si me vedno prosil, če greš lahko pod tuš in redno se tuširaš in tako. In zdaj me zanima, pazi to, kot pogosti uporabnik mi zaupi, kakšne tuše imamo mi na polanah. Zdaj so prenovljeni. Odkar so te A so prenovljeni, dobri pa tuši? to je top. Jaz še nisem bil klej na tem tušu. Kaj? Ne. To je vroča, topla voda je res, lahko si naštimaš koliko stopinj in si dam najbolj vročo možno. In To je luksus. pa to je to, ja. Se pravi, v koroni sem jaz zahteval ful neke naloge, da mi tam oddajate preko neta. Ne? Ja. Zahteval sem, da se prijavite na Facebook, zato da imamo lahko realno komunikacijo v živo, pa da mi te pošiljke pošiljate preko neta in tako in gor dol, preko aplikacij. In zvedel sem pa, da ene dvakrat so
pri teh pošiljkah, sta sodelovala mama pa oče, Oj. da sta te malo reševala, ampak dobro, ajde, oleševalna okoliščina je bila to, da pač nisem imel časa, ker sem imel nek trening z odbojko in to in gor in dol. Imel sem nek trening, šel sem pred treningom en hiter pohod narediti za pol urce, pol sta pa lih ona dva izrazila željo, da gresta na en hrib, pa sem rekel, del za en telefon. Ne. In se posnem na aplikaciji in pa bomo to aplikacijo poslali Bizilu in to bo upravljeno. No, zdaj sledi pa drugi del tega nadaljevanja te zgodbe. Se pravi, kar mi je še bolj smešen, tvoj oče si ne zapomni imen in priimkov. Ja. Kar pomeni, zakaj bi si on zdaj polnil glavo za imen in priimki, če ni treba. Ne? Ja? In ko se družinsko pogovarjate o poljanskih profesorjih, so za očeta nekako vsi učitelji na Poljanah, kaj? Bizil. Vsi učitelji so bizili. Ja. Ker ta priimek si pa zapomnil, ne? Očitno od tega korone. Od korone. Ne? In v bistvu on ne ločuje med priimki in imeni, zato potem vi v družini spretno porabljate razlago za očeta, nekako za učitelja za matematiko ali pa za fiziko ali pa za računalništvo, uporabljate kaj? Matematični bizil, fizikalni bizil, biološka bizilka, kemijska bizilka, geografski bizil. To mi je bilo smešno. Ja, vse. Naslednji fun fact. Ful si oboževalec Evrovizije. Ja. Poznavalec in oboževalec. Verjetno si te Evrovizija tudi zelo zanima zaradi tega, ker izhaja pač je vezana na države, na zastave in take stvari. Ja, to je bil ta razlog, zakaj ne zato, zakaj bi začel spremljati, ampak zakaj mi je pač to všeč. Spremljam že odskoz, ker to se pač pri nas vsakeč, kaj je maja. To se ful gleda? Ja, spomnim se po moje, da že od 2011 naprej, kjer so zmagali. In potem 2020, ko je bila korona, malo bilo bedno in sem pač to nekako po nesreči odkril, malo me zanima, katere pesmi so že zunaj, tako po zimi je bilo februarja, malo me zanima, katere so že zunaj. In pol sem tako, malo države, malo primerjanje, malo kreganje v komentarjih z unimi, ker so jim všeč druge pesmi in pol je odpadali in sem bil tako, pa lik zdaj, ker sem začel spremljati. In pol se to sam obdržal, naslednje let mi je spet na YouTube začel ponujati te za 2021 in pol sem malo začel spremljati in to se pravi, Eurosong spremljaš od leta 20, kaj? Ja, tako resno. 3 leta. Ja. Da prav tako pri sebi delam te predictione, kdo bo zmagal, kdo bo dober v tem. A se to da predvideti sploh? To je po moje taka predviditev, da je to nepredvidljiva čist. Pa ni toliko nepredvidljiva, tako večinoma se že prej zadane, kdo bo zmagal. Jaz sploh ne vem, kdo je na letošnji Euroviziji zmagal. Kdo je letos zmagal? Švedska, ja. Lorin, lani pa Ukrajina. Pa pol? Italija. Okay, ja. Zelo dobro poznaš nekoga, ki bi ga lahko označil za bolgarskega Damjana Murka. In to je Sašo Bogrivoj. In s tem podatkom si okužil cel razred. In zdaj vsi vejo, kdo je Sašo Bogrivoj. Jaz pa ne vem, jaz sem ga googlil in pojma nimam, kdo je to. Ne, ni Sašo Bogrivov. Saša Bognivov. Saša Bogrivov. To je neka interna fora. To je en model, ki je ne iz Bolgarije, iz Moldavije. Tako najbolj XY države v Evropi. Tam je bil na tej njihovi nacionalni selekciji in ima take zelo smešne naslove, ki niso lih 100% primerni za ta podcast in se je zdel meni pa še par in to smešen in pa sem nekako okužil cel razred, ker se tudi njim... A ima dobro glasbo, ali ima smešno glasbo, ali bizaren je? Ja, bizaren je, ful nima dobre glasbe, ampak jaz sem njegov ta imidž, ki ga fura, je zelo smešen. To je pač fora njega, bolj interna fora, to bo zdaj, ko bo gledal. To bo 30 ljudi zdaj vedelo od poslušalcev tega podcasta, kaj je zdaj fora tega. Pa ostali, ki bojo šli zdaj ga googlati, ne? Upam, da ne, raj ne. Da dodam še odprej, meni je v bistvu ta Eurovizija ni mi všeč zaradi tega, ker je bila muzika karkoli zelo boljša kot ostale muzike, pač
ene so res slabe, priznam. Pač najdejo se kakšne dobre, kakšne poprečne, pa kakšne zelo slabe. Ampak meni je dobro to pričakovanje, ko začnejo te Vsta šov, vsta ta ja, pomp, če začne že, ne vem, januarja, ko začnejo hajpanje. ja, hajpanje, ko začnejo pesmi ven prihajati in tako malo tako vidimo in je pol te 3 mesece, pol doma ni lih tako dolg čas, ko si lahko malo pogledam začer za 10 minut, kdo je kaj zdaj, kaj je novega, kdo je kaj, kjera pesem je zdaj ven prišla, kjera država in pol malo tako. To mi je v bistvu ta pričakovanje, to je ta glavna stvar, zakaj mi je to všeč. Poleg tega, da so države. Ja. Dobil sem podatek, da si celo delal sprejemni izpit za violino kot majhen otrok v 2. razredu osnovne šole, ampak pač nisi bil sprejet v glasbeno šolo. Zanima me pa tako, kako se počutiš na šolskih plesnih vajah med športno vzgojo, ker zdaj imamo mi res veliko teh plesov in ritmov in kako ti je to? Da dodam to za violino. To je bilo po mojem, da 2. razred, takrat nisem vedel, kaj sploh je odbojka. Še dobro, da nisem bil sprejet. Ja, te športne ples na začetku... A trpiš? Moram priznati, na začetku sem. Si trpel, ok? Mislim, tako toliko novih stvari zame, pa jezen sem bil nase, se navadil na trpljenje. Ker nisem razumel, kako zdaj, s katero nogo mora biti naprej, ampak ko se to malo noter v nas ustalilo, je pa pol, zdaj pa že v redu. No. Zdaj sam še kar je manjka, da slišim, kdaj je... Pa vse ti moram ti povedati, da ti gre super. Ok, pa v redu. Redno si na vajah, snov se je že usedla, utrdila in je to. Zdaj, škaj bi pa iz tega plesa bom napeljal na tole. Lahko mi zaplešaš in imitiraš move od Daddy Frejerja, baje, da jih zelo rad izvajaš. O ne, ja, mislim, rad sem jih izvajal, tako 2020 sem jih, smo na družinski večeri, ker oni so, Daddy Frejer, to je Islandec, ki je bil 2020-2021 na Euroviziji, tako 2,10 metra je velik, pa v zelenem puloverju je in so tako, pač tako, priljubni so, no, ne vem, on pa še njegova žena, pa par unih v zelenih puloverjih, tam neke te plese move, in pol smo mi to za božični večer malo z družino, se hecali, ne, pač z družino, z mojim bratom, pa bratrancem, pa mojim drugim bratom in smo to malo kao mi recreatali, kako se reče. Ful imaš rad riž, ne? In za rojstni dan si dobil, za 18-letnico so ti kolegi prinesli 20 je bilo unih rižev. 20 kg riža. Ja. Vsak po 1 kilo, ali kaj? Ja, ne vem, to so se fiks zmenili, čeprav so rekli, da se niso, ampak unga riža je bilo... Joj, pa spojedel že ta riž? Ja, vse je pojedeno. Sam problem je bil, ker ni bila moja najljubša sorta, ne. Samo 1-2 sta bila une, ki jih imam rad, tako da ostalo... Kakšna pa je priljubljena sorta? Basmati? Ne, pozabil sem, ko se reče. Uni, bolj ta tenki, pa dolgi. Mislim, da so to. Bolj indijski. Knjige? Bereš knjige? Bolj ne. Bolj uno, kar rabim. Kar moraš. Za šolo ali kaj? Ja, za domača branja. Drugače nimam časa. Če je kakšna tako dobra knjiga, poleti kakšno preberem, drugače pa res ne najdem časa. Španske filme imaš rad, serije imaš rad, da malo vadiš španščino, da malo... Španščino imaš zelo rad, ne? Ja, španščina mi je kar všeč. Koliko imaš? 5? Ja, zelo imam motivacijo za... A je lahka? Španščina se meni zdi lahka. Ma ja, kar v 6 gre hiter, pa ne vem, zdaj kakšen YouTube gledam španski, da malo utrdim to, pa gre skoraj že brez... Mislim, podnapisi vse razumem, brez podnapisov pa odvisno, kjer... Če iz Mehike, ja, če iz Argentine, ne, ampak ja. Od namiznih iger obvladaš tarok, oziroma take igre, pri katerih je v ospredju znanje in ne neka sreča, ne? Ja, sovražim Monopoly. Ste tudi igrali tarok tamle na tem planinskem pohodu z Jakličem, pa z Ravnatlom, pa še ne vem, kdo ste tarok igrali. Še Jakob Majdič je bil. Jaklič dober v taroku? Jaklič je zelo dober v taroku, ja. Ima kar vse. Ma pod kontrolo vse? Ma pod kontrolo, ja. Jaz zase bi rekel, da sem dober, no, sam, ko sem igral pa z Jakličem, sem pa enkrat neko napako naredil, pa mi je na koncu povedal, pa sem bil sam tako, ja, sorry. Dobro me posluši. Vse skozi nezavedno rizaš dekleta, to pomeni, da jih nezavedno osvajaš. Zdaj me pa zanima, kateri so tvoji pick-up line? A poznaš GeoGuessr? In on reče ja in je to. Ne reče, ne vem, kaj je to in poli začnem razlagati, kaj je GeoGuessr. Ampak jaz tega mislim, meni se to ne zdi lih neko osvajanje, to tadej prav, jaz ne. Ampak pač sem, mislim, ja, nekak je, ampak ponovadi dela GeoGuessr, no, to vedno prime.
To je vedno vse, GeoGuessr se res? to vse zanima. Nobenega to ne se zanima. ja. Ja. Torej, tvoje osvajalske taktike so, a imaš GeoGuessr, a kaj v zvezi z GeoGuessrem in to je to. To vedno, ja. Super. Ti, in tudi to sem ti že prej, sem te tako poklical, vzdevek imaš Jonče. Jonče, ja. To se mi zdi super vzdevek, tak, zveni lepo, pozitivno, simpatično, tak. Pa ja, A ne? ja, tak čist. A ti je všeč? Nevtralen. Ja, mislim, v redu je. Sicer nisem vedel, da se bo v srednji šoli, v gimnaziji še vedno obdržal. To je v osnovni, po mojem, že iz 6. razreda nastal, pa ga je pol tedaj očitno prenesel. Rad bi se ti zahvalil za pogovor. Lepa hvala, da si bil moj gost na Poljanskem kavču. Hvala tudi vam, poslušalcem, gledalcem, sledilcem, ki nas spremljate, všečkate in komentirate. Oglejte si, prosim, tudi pretekle objavljene epizode, stisnite kakšen všeček, komentar. Še enkrat hvala za pogovor, mi se pa spet gledamo kmalu z novim gostom na istem Kavč kanalu. Čauke, čauke! Zdaj pa bi jaz, Jan, tole zdaj uradnega dela je konc. Top. Zdaj pa jaz rad, da mi dva nekako žonglirava skupaj. A bi to šlo? Vsako vzameva žogico. Zato sem pa vedno pripravljen, ne? Kartele, ti vzameš une svoje, pa bo probala žonglirati, se sploh da to odklele. A tako, sedej. Ja, sedej, to lahko kar lahko umakneš, pa še jaz bom umaknil.